Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli v novi epizodi podcasta Vroča tema na domovina.je. Danes odpiramo temo, ki se dobesedno tiče čisto vsakega izmed nas in to vsak dan 365 dni na leto. Tudi vsakič, ko sedemo za mizo, ko se družimo s prijatelji, ko gremo v trgovino ali pa morda celo na lokalno tržnico ali k lokalnemu kmetu. Govorili bomo torej o hrani, o uvozu, posledično visokih cenah in ljudeh, ki seveda to hrano pridelujejo. Govorili bomo o slovenskih kmetih. Moj današnji gost je gost, ki ga kmetijstvo dobro pozna in ki kmetijstvo tudi sam pozna do zadnje brazde. Doktoriral je namreč iz agronomije. Kot prvi varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano je spoznal pritiske trgovcev. Kot minister za kmetijstvo pa je vodil sektor skozi takrat zahtevne čase epidemije covida, tako da pozna vse te pritiske, takšne in drugačne, tudi tiste, ki prihajajo iz tujine, iz Evropske unije in pa tudi v globalnem smislu. Od jeseni leta 2024 pa vodi Kmetijsko-gozdarsko zbornico KGZS. Z nami je dr. Jože Podgoršek, dobrodošli v Vroči temi. Dober dan, lepo pozdravljeni. Ja, res je vroče na tem področju zadnje čase. Če greva najprej k tem aktualnim dogodkom, vemo, zdaj se že kar malce ponavljamo, ampak vse to vpliva seveda tudi na slovenskega kmeta. Če gledamo vse po črto, hormoška ožina, umetna gnojila, cene goriv, spremembe cene le-teh, to vpliva seveda na kmete, ki pa so seveda velik potrošnik energije nasploh, tako da verjamem, da precej brni pri vas v pisarnah in pa tudi predvsem na terenu. Tja moramo iti namreč pogledati, ne pa se iti birokracijo, ki seveda tudi povzroča vse te težave, ki se vas pritičajo, s katerimi se vi borite že kar nekaj let oziroma lahko rečemo že kar dolgo časa. Kako gledate na te zadnje čase? Ja, lahko rečemo, da ne samo zadnje leto, zadnja leta, desetletje ali še malo več je res stresno za celotno slovensko kmetijstvo in gozdarstvo. Tudi v gozdarskem sektorju beležimo kar skoraj da krizo za krizo, ampak pustimo to se kdaj drugič. Tudi v kmetijskem sektorju ni rožnata situacija, kajti iz krize v krizo prihajamo vse bolj upehani, pa ne bo to kriza COVID, pa ne bo to kriza začetka vojne v Ukrajini, do aktualnih zadev, hormuška ožina, torej Bližnji vzhod in tako naprej. Kmetijski sektor, lahko rečem, kmetijsko-prehranski sektor, celoten, je iz krize v krizo bolj upehan. In zato bi potrebovali nekaj normalnih let, da se sestavimo nazaj, tudi kar se tiče vremena. Če že nimamo druge krize, imamo pa pozebo, imamo pa sušo, imamo pa poplavo, skratka, imamo res izjemno tako težko situacijo na terenu. No in tudi v zadnjih mesecih, tednih, lahko rečem, da je telefon praktično pregoreval. Tudi pri meni dobesedno se mi je odklopil zaradi pregrete baterije. To se mi je zgodilo prvič v celem življenju, ker je bilo stanje na terenu resnično nevzdržno. Govorim pa v času, ko je bil velik izziv, kako priti do kmečke nafte. Ko so bile črpalke bolj kot ne zaprte, ko distributerji, torej veletrgovci, niso vozili kmečke nafte tudi na domove, kajti mi imamo v Sloveniji marsikatero občino, v eni od takih tudi jaz živim, kjer praktično ni mogoče natočiti direktno kmečko nafto, torej si vezan na to, da ti jo pripeljejo domov in potem doma lepo točiš v traktor, takrat, ko potrebuješ. In ko se je ta proces ustavil, je bil to izjemen izziv. Lahko malce ponazorite, kaj dejansko v praksi to pomeni za kmeta, kajti marsikdo, ki živi recimo v Ljubljani ali pa v nekem večjem slovenskem mestu, ko je navajen, da je vsega v izobilju v trgovinah, ampak si pa ne predstavlja, kako je pa doživljati to krizo pa na podeželju, ki seveda ustvarja hrano za naše mize. Izjemno zanimivo, lahko rečem. Dobili smo nekatere zelo slikovite primere, kaj se je dogajalo na slovenskem podeželju. Torej, ko ta kriza je prišla tudi z pomanjkanjem goriva ravno v času, lahko rečemo, prvega viška sezone, kmetijske sezone, torej v pripravi na setov, koruze, soje, na dognojevanje, torej prva spomladanska opravila pri ozimnih žitih, skrb za travnike. Torej, ta kriza z gorivom je prišla ravno v času, lahko rečemo, prvega viška sezone. In,
ko kmetje niso mogli priti do goriva, kaj se je dogajalo na terenu, zelo izjemno velike težave. Ko mi je nekdo, res en od naših kmetov poklical, dajte gospod Jože pomagati, naredite, kar hočete, sam tako ne moramo več delati. To, da se kmet vozi s kantami v avtomobilu, od črpalke do črpalke, porabi 2-3 uri, da je natankal tiste nekaj kantic v svojem avtomobilu, da je lahko nadaljeval z nekimi opravili kmečkimi, to je bilo resnično nevzdržno stanje. No in takrat moram reči, da smo šli na sestanek tudi k recimo največjemu slovenskemu distributerju, Petrolu, in kakorkoli ga ves čas malo vlačimo, ne, po medijih in tako naprej, na tem segmentu pa moram reči, da smo naredili pomemben korak naprej in smo skupaj s Petrolom določili tiste kritične čez 60 črpalk po vsej Sloveniji, kjer so pa prednostno točili tudi kmečko nafto oziroma kurilno olje, o tem govorimo, to je kmečka nafta, torej kurilno olje in moram reči, da ta sestanek, ta dogovor, ko smo ga dorekli, je na nek način učinkoval, kajti tudi sam, ko sem bil kar veliko po Sloveniji, se vozil in sem šel sem in tja preveriti tudi na črpalke, na odročnih, torej na podeželskih območjih, skladno z dogovorom, se je zgodilo, da so imeli kmečko nafto, niso imeli pa navadnega dizla, ker pomeni, da so resnično prednostno začeli točiti vsaj na teh črpalkah, še vedno, torej ne na vsako kmetijo, še vedno ne vsako vas, ampak vsaj regijsko, pa mislim, da smo imeli potem neko boljšo pokritost vsega teh razvozov. No in tukaj mislim, da se je zgodil prvi preobrat, da je bilo potem teh nejasnosti malo manj, tudi mi smo potem preko zborničnega sistema obveščali kmete, kje pa naj bi bila, ponavljam, s tem, da moramo vedeti, da takšne količine tudi kurilnega olja, ko se je zvozilo takrat tudi po domovih, pa ne samo strani kmetov, ampak predvsem priprava na naslednjo kurilno sezono, bodimo iskreni. Torej, naša akcija je predvsem koristila ne kmetom zaradi nove kurilne sezone, ampak hkrati tudi kmetom, da smo lahko natankali traktorje, da smo lahko opravljali ta opravila. Ne glede na ceno, ki je rasla hitreje kot pri ostalih, ne, to smo tudi malo večkrat na glas kritizirali sam sistem, kako je možno, da se je kurilno olje dražilo hitreje kot dizel, kot bencin, a hkrati vemo, da je kurilno olje nič drugega kot dizel plus barva. To je to. To je kmečka nafta, to je kurilno olje v Republiki Sloveniji. Zaradi mehkosti trga nimamo posebnega kurilnega olja, ampak govorimo o dizlu plus nafta. Ne? In kako je bilo možno, da se je kurilno olje ne samo po deležu, ker je bilo, ne vem, štartali smo konec januarja pri ceni 1,007 centa, ne? Se je tudi po absolutnem znesku najbolj podražilo ravno kurilno olje. Torej tudi po centih je bila rast cene največja, večja kot pri dizlu in večja kot pri benzinu. Ko se je pa trend obrnil, ne, ko je pa začela zdaj, smo videli v nekaterih terminih, je pa cena začela padati, je pa padal najmanj. Torej tukaj nam nekaj ni jasno in smo se prosili celo preko kmetijskega ministrstva, da dobimo vendarle pojasnilo, kako se sploh oblikuje cena kurilnega olja, ker nam ni jasno, kako je to mogoče, no? Ja, tukaj ravno ste dejali, da je vam brnel telefon, brnelo je pa tudi na družabnih omrežjih, ne, kjer seveda se ljudje izražajo vsak na svoj način, vsi imajo pravico do svojega komentarja, ampak ko človek malce prebere tiste bolj resne, ne, pa se je omenjala beseda špekulacija, zakaj so kmetje izigrani, ker so pač res velik porabnik, ne, in to stalni uporabnik, ko govoriva ravno o kurilnem olju. Zakaj? Kje tukaj zdaj nastane ta šum, ne, da se ne da tukaj dogovoriti, da govorim preko komentarjev, ne, da bi imeli neke ugodnosti, da je tukaj hrana za Slovence, ne, v igri, ne, da se delajo v končni fazi za narod. Ne gre tukaj za igro pisarn in pa telefonski klicev, ampak dejansko, da takole traktor lahko gre sproščeno na nivo, ki seveda omogoča solato v osnovno šolo. Da. No, mi smo iskali rešitve tudi preko Slovenske vojske, tudi tukaj bil sicer potem en sestanek na Ministrstvu za obrambo, da bi tudi preko teh kapacitet poskušali na najbolj kritična območja pripeljati to kmečko nafto, kurilno olje, a ne? Tudi razvozi po posameznih kmetijah, oziroma mi smo rekli, dajte vi oskrbeti veletrgovce, potem bodo že oni svojimi kapacitetami razvozili, kajti tudi sam sem kmet in sem se prav kot potrošnik
nimam težav, smo imeli dovolj zaloge, ampak zato, da sem spremljal, kaj se dogaja na terenu, poklical nekaj tudi naših lokalnih distributerjev in seveda poprašal, v kakšnem roku lahko dobim 1000 litrov kurilnega olja. Ne? Tudi do 7-8 tednov je bila čakalna doba, nekateri so pa rekli, hvala, ne sprejemamo naročil. Torej, to za kmete, ki morajo načrtovati svojo proizvodnjo, ki v določenem obdobju rabiš, ne, in moramo vedeti, da nekatere kmetije so doma blizu črpalk in doma nimajo teh nekih posebnih cistern za kurilno olje, hvala Bogu, ker je to tudi tvegano shranjevanje in tako naprej, ne, ampak so šli na prvo črpalko, so natankali, ker je do takrat vedno bilo, kar nekrat ni več. Torej, vračamo se nazaj v tista 70-80 leta, bone, pomankanja goriva in tako naprej. Vsaj nekateri se še spomnimo tistih časov, sicer še kot otroci, ampak vseeno, to ni več, na koncu dneva to ni več hec, kot ti moraš narediti nekatera kmečka opravila, ker si vezan na sezono. Tudi nas so spraševali, nekateri, pa zakaj ravno sedaj morate vi opravljati ta kmečka opravila, ker vidite, da je kriza? Ja, zato, ker je sezona tukaj. Mi ne moramo avgusta dognajevati pšenico, zato, ker je takrat dovolj nafte. Mi moramo zdaj, torej spomladi se to dela, koruza se seje, kot se seje, zaradi same sezone dela, zaradi tehnoloških opravil, ko si vezan na časovna obdobja. In tukaj kmete, moram biti iskren, niso špekulirali. Ja, nekateri so si kupili kakšen liter kmečke nafte več, zato da so si stabilizirali stroške, ker ti zakaj bo takšen naval? Zato, ker smo vsi pričakovali enormno rast in takrat je bilo naročil tako veliko, da je logističen sistem enostavno pregorel. In tukaj je bila velika težava na vseh teh segmentih. Menite, da zdaj so bile volitve, vse je še malce v megli, kar se tiče vlade, kdo bo, kje je stal, ministrski resorji in tako naprej, vse je še odprto, ampak upam, da so tisti dotični se naučili nekaj iz te situacije, kajti vemo, geopolitično, geostrateško stanje na tem našem modrem planetu je zelo nepredvidljivo, tako da vemo pa, da Slovenci imamo zelo kratek spomin, nažalost, včasih, ko nam je hitro udobno, nam je super, potem pa je nekako vojna za vse in pa s prstom kažemo na vse možne strani, nikoli pa ni odgovornosti oziroma nekoga, ki bi rekel, poglejmo, v prihodnje bi bilo dobro imeti to rešeno tako. Ja. Verjamem, da vi kot na tem položaju razmišljate predvsem o tem. Da. In tudi v tej funkciji predsednika zbornice smo, moram reči, zelo tvorno in tudi s pozitivnim pristopom pristopili k iskanju rešitev, tudi do kmetijskega ministrstva. Smo sicer imeli nekako 2 sestanka na to temo, kako bi lahko pomagali kmetijskemu sektorju v teh zelo neugodnih časih pomankanja nafte, kmečke nafte, više cene kmečke nafte in posledično više cene gnojil, torej bistveno višjih stroškov, ki jih kmetije imajo. Mi smo resnično pristopili, nenazadnje tudi sam vem, kaj smo delali v času vojne v Ukrajini, v času covida. Takrat sem bil na ministrstvu v obeh teh obdobjih, ki so bili zelo kritični tudi za celoten kmetijski sektor. In če malo pobrskaš po spominu, se ti nabere kar kopico različnih idej, kako lahko pomagati. Pa če gremo še malo bolj v zgodovino, mlečna kriza leta 2015-2016. Takrat smo, se mi zdi, znali iskati tiste rešitve, ki so pomagale sektorjem v težavah, torej tudi kmetijskemu sektorju v težavah, in moram biti iskren, tudi sami smo iskali rešitve tudi na način brez učinka na državni proračun, ker vemo, da tudi državni proračun ni neskončna malha. Pa naj si bo to reprogram kreditov preko tako imenovanega ribniškega sklada, pa naj si bo to znižanje zakupnin za državna zemljišča. Seveda smo predlagali tudi pomoč kmetijskim gospodarstvom, kot se je to zgodilo leta 2022, torej na hektar in na čebeljo družino za čebelarje. Torej, enotna pomoč glede na bistveno višjih stroškov, ki jih v tem trenutku imamo. Torej, in ko smo imeli sestanek potem na ministrstvu, smo bili res presenečeni, ko vsaj na prvem sestanku ministrska ekipa, kot da se je zgodil spominski mrk tam nekje. Nič od ukrepov, ki so že bili, ki so bili
ki smo jih že v preteklosti izvajali, različni ministri, ne, torej, ki so pomagali kmetstvu, ampak ta ministrstva niso majhna, ne? Se imamo tam en kup sekretarjev, podsekretarjev in seveda celo floto ljudi, ki dejansko so plačani, da se ravno ukvarjajo s to vrstno problematiko. Ali ni to malce hecno, ne, pri nas? In nazadnje, kar veliko je istih, kot so bili tudi takrat na ministrstvu, ne? Zdaj, tukaj vprašanje, res pa je, ne, sej kadri, torej ta uradniški del, zagotovo vejo, kaj smo počeli takrat, zagotovo vejo, ne? Ampak vedeti moramo pa nekaj, ne, utrip, komando, pa daje vrh, ne, minister, državni sekretarji, to so tisti, ki delegirajo, ki dirigirajo temu celotnemu orkestru in praviloma je, kar se odloči vodstvo, se pelje naprej. Ampak to so ključne, kritične točke države, to ni neka obstranska problematika, ki ne vpliva na življenja na samih. Ne? Ja, mi še vedno trdimo, da je kmetijstvo da so celotni kmetijsko-prehranski sistemi strateški sistemi v naši državi. Ne? Nazadnje, ne smemo pozabiti tudi na nekatera dejstva preteklih kriz. Ni samo po sebi umevno, da imamo mi polne police. Tega se ne smemo, tukaj si ne smemo zatiskati oči. Ni samo po sebi umevno, da mi vedno pripeljemo hrano od drugot. V času začetka vojne v Ukrajini smo reševali težavo, ker je Madžarska samo za kratek čas ustavila izvoze pšenice pogodbenih količin, ne dodatnih, tudi v tistem času, tudi v Slovenijo. Ne? Ko je se to zgodilo, je bila na slovenskem tem mlinarskem segmentu, ne, totalna kriza, totalna panika. Saj smo potem uspeli tudi zahvaljujoč tudi takrat mojim dobrim odnosom z madžarskim kolegom ministrom, ko sem bil tudi sam minister in smo potem v enem tednu to bariero premagali in so začele teči te količine v Slovenijo. Ampak nič ni samo po sebi umevno. Moramo vedeti, da ko je kriza, vsaka država najprej poskrbi za svoje državljane. Takrat ni evropske enotnosti, takrat ni prostega pretoka blaga, oseb, morda blaga zagotovo ne. Pa imamo to strategijo sploh? Vemo, COVID, vsi smo pekli kruh doma, ne, moke je šlo kar precej, ne. Pa kvasa ni bilo, ne? Kvasa ni bilo, ja. Ki ga dejansko pravzaprav, koliko imam podatke, niti sami ne proizvajamo, več smo odvisni absolutno iz uvoza, ne. Če se ne motim, iz Francije ga kupujemo največ, ne, oziroma uvažamo. Ja, potem kriza je bila z sončničnim oljem, vemo, Ukrajina je izmed največjih proizvajalk sončničnega olja nasploh, repičnega in tako naprej, cene so šle v nebo. In govorim spet o tem kratkem spominu, ne. Zdaj pa spet prihajajo te nehvaležni časi, pa bova še kasneje skozi tematiko razdelala, zakaj, kaj vse se lahko še zgodi in kako tudi Evropa malce, kar precej kmetom reže peruti. Otežuje kmetovanje, drži. Ja, iz vseh teh izkušenj mislim, da je prav, da izluščimo eno ključno misel. Prehransko suverenost. Torej, prepričan tudi na podlagi preteklih izkušenj, vseh teh funkcij, ki sem jih upravljal, ki se jih uvodoma naštel, jih je že preveč, če sem zelo iskren, ne? Ampak ne glede na to, Slovenija mora bazirati na doma pridelani hrani. Torej, mi moramo poskrbeti za kmetijsko-prehranski sistem, ki je v celoti doseganje nekih kvot, ne? Ki je v celoti voden v Republiki Sloveniji. Ne moramo računati na prehransko suverenost z uvoženimi prehranskimi izdelki. To pač ne gre. Ponavljam, v času COVID-a na začetku nismo vedeli, ali se bojo države zaprle, tudi meje ali ne. Ali se bo prekinil ves tok vsega transporta in tako naprej. Nihče ni vedel. In takrat, moram reči, še ko sem bil državni sekretar v tistem obdobju, smo imeli v enem trenutku na mizi tudi totalno zaprtje Republike Slovenije, pa ne zaradi Republike Slovenije, ker bi okrog nas vse države zaprle mejo. Torej, kam zviški mleka, kje dobiti tisto, kar nam manjka, žita in tako naprej. Imate podatke, koliko časa bi bili samoozdržni oziroma samooskrbni, če bi šlo res do zaprtja? Nočemo strašiti, da ne bo pomote, ampak treba je te stvari vedeti, ne? No, tudi sam ne želim strašiti, ne? Ja, tudi na to vprašanje, ampak vendarle in v COVID-u, in v času vojne v Ukrajini, takrat smo bili pri obeh primerih, zdaj, če govorim, mleka imamo tako ali tako celo več, kot ga porabimo, mesa imamo torej govejega, piščančjega načeloma dovolj, ne?
krušna žita so tista, ne, ki so vedno vprašaj, ker kruh rabimo. Ne. Zdaj, če neko solato najemo, še nekako preživimo, bodimo iskreni. Tukaj pa že malce, ni zdravo, ni varno in tako zdaj v zgodovino vemo, kako se je zadeva delala, ampak pri pšenici. Ne. Pšenice smo imeli v obeh primerih, tako z blagovnimi rezervami, kot tudi z zalogami v skladiščih naših v sami živilsko-predelovalni industriji, ne, nekako dovolj do nove žetve. Torej smo bili na relativno varni strani. Ampak, če se pa zadeva za obdobje COVID-a, ne? In za obdobje vojne v Ukrajini. Ker je približno istočasno tam, konc februarja, začetek marca. Februar je bil vedno ta mesec, ko se je začelo. Februar, marec je bil, ne. Torej, v tem trenutku lahko rečemo, da smo nekako varni do nove žetve. Ampak, ne, če se pa ti tokovi ustavijo daljše časovno obdobje, ne, nam pa tudi nova žetev ne pomaga, ker mi smo samo skrbni pri krušnih žitih, zgolj tam 55-55%. Torej, ampak ne bomo pa jutri lačni, to hočem reči. Ne bomo pa jutri lačni. Res pa je, da velik izziv bi bil pa z vsemi temi različnimi prehranskimi dopolnili, dietami, kulturami prehranjevanja, ampak z osnovnimi živili smo na nek način dobro preskrbljeni, načeloma, no, bi preživeli, no, ne ravno, ne vem kako zelo lačni ne bi bili, pa če pogledamo tudi naše babice in detke, ne, so znali tudi iz ječmena kruh speč, pa še česa, kar zdaj praktično torej teh prehranskih izdelkov sedaj ni. Torej, z malo iznajdljivosti se bi dalo marsikaj narediti. Ja, omenili ste samo oskrbo, ne, tukaj zdaj sem pripravil nekaj podatkov, pa prosim za kakšno korekcijo, če podatki morda ne bodo točni. Z mlekom smo zelo na dobrem, tudi izvažamo ga celo nekaj. Z govejim mesom smo nekako stabilni, 92%, tako pravi statistika, uradni podatki. Pri prašičjem mesu tukaj pa nastane malce kar precej vprašanj. Le 38%, pa vemo, kako slovenski radi imamo kakšnega pujska na žaru in pa seveda tudi kaj narežemo radi, ne, v tem nobenega dvoma. Zelenjava, tukaj pa rdeči alarmi, ne, zgolj 33% samooskrbni, da o sadju niti ne govorimo, od 20 do 40%. Torej, ravno pri sadju in zelenjavi, ko govorimo o zdravi prehrani, o vitaminih, mineralih, o otrocih, o zdravem načinu življenja, ne, seveda, ko ploščo obrnemo, pa to pomeni, da moramo vse to uvažati in smo dejansko dajemo drugim posel in pa denar, ki ga imamo dejansko nekako mrtvega v narekovajih na naših tleh, slovenskih tleh. Da. No, tudi, ta samooskrba, ne, tukaj. Tudi sam kot kmet večkrat rečem, da nam denar leži na njivi. Ne? Na njivi, ja. Ja, okay, ampak je zato treba marsikaj narediti in tudi stroške preživeti. Kar se samooskrbe tiče, drži. Slovenija je tradicionalno dobro samooskrbna na tem živinorejskem segmentu. Torej, lahko rečemo temu na segmentu travojede živinoreje. Torej, mleka imamo zgodovinsko dovolj, celo 130%. Obžalujem pa, ne, ko smo videli zdaj zadnjo študijo Varuha odnosov v verigi preskrbo s hrano, da nam število mlečnih izdelkov ali pa delež mlečnih izdelkov slovenskega porekla na policah vztrajno pada. Zakaj? Tako je vprašanje. Ja, na to znajo odgovoriti verjetno samo trgovci. Ne? Zato, ker znajo pozicionirati lastne blagovne znamke, trgovinske blagovne znamke oziroma tudi tuje blagovne znamke na polico na način, da seveda potrošniki to kupujejo. Ne? In trgovci se velikokrat izgovarjajo, da je potrošnik tisti, ki diktira tempo nakupov. Jaz se s tem ne strinjam, kajti pozicioniranje, cenovna politika, maržna politika in tako naprej je ključna in ti daješ potrošniku prednost nekatere prehranske izdelke. Če hočeš kupiti nekaj drugega, moraš hoditi dobro, iskati zgoraj, spodaj, levo, desno, da najdeš tisto, kar ti morda želiš, pa ni ravno pozicionirano na tisto top pozicijo. Ne? Torej, tukaj imamo velik izziv. Moram reči, no, da tudi sam kot varuh sem začel s takšno študijo, potem drugi varuh, gospod Hrvatič, je naredil ravno tako in sedaj gospod Ravnik tretjo študijo. In zakaj sem to ponovil? Zato, ker so prvič zaskrbljujoči so podatki o deležu slovenske hrane na policah, še bolj zaskrbljujoči so pa trendi,
ker ugotavljamo, da ves čas izginjajo slovenski prehranski izdelki, torej se zmanjšujejo deleži slovenskih prehranskih izdelkov na policah. Je to pritisk veletrgovcev, kar se tiče odkupnih cen? Ne? Pritisk veletrgovcev odkupnih cen, potem jasna logika posameznih trgovskih verig, diskontarjev in tako naprej. Torej vsak ima neko svojo tržno logiko na posameznem trgu in v teh segmentih torej se nam dogaja marsikaj. Ne bom o imenih posameznih trgovcev, lahko pa rečem, da eden od diskontarjev se je odločil, da praktično dela izključno ali bolj ali manj izključno samo še na lastnih, torej trgovinskih blagovnih znamkah. To sicer ne pomeni, da v njih nekateri dobavitelji niso slovenski, tudi to en delček velja, ampak tukaj je vedno pritisk na ceno. Kajti lastna blagovna znamka je tista blagovna znamka, na kateri ti baziraš svojo politiko, tudi svoj prihodek in tako naprej, kot recimo živilsko-predelovalni sektor. Ko polniš trgovinsko blagovno znamko, to delaš praktično samo zato, da delaš. Tukaj bi zdaj rad malce navezal na to zgodbo. Kje je potem ta evropska kmetijska logika prihodnosti, ki naj bi se dogajala, od njive do vilice, od vile do vilice, krajšanje teh poti, bolj ekološko usmerjena pridelava, manj porabe goriv, bolj smotrno vse skupaj, ampak potem, ko se človek malce zakoplje v raziskavo vsega tega, tudi sam, ko sem se pripravljal na pogovor z vami, sem dobil zelo, zelo visok pritisk. Ja, drži. Ampak vendarle, da ne bova pozabila čisto na samo oskrbo, ki so prej govorila, bova tudi na to temo prišla. Torej, mi smo dobro samo oskrbni na tem govedorejskem delu, tudi drobnice, kakorkoli nam lepo imamo kar lepo pridelavo ali pa prirejo tudi na drobnicah. Seveda smo zelo dobri na piščančjem mesu, pa na jajcih, tudi to smo tam kar stabilni in to je tudi vse. V dobrih letih imamo tudi vina malo več, v dobrih letih, brez pozebe, brez kakšnih toč in tako naprej, imamo celo jabolk dovolj v naši državi. Ampak to je skoraj edina sadna vrsta, kjer smo lahko rečemo v normalnih letih, brez nekih ekstremov, samooskrbni. Pri nobenem drugi sadni vrsti nismo več samooskrbni. Pri zelenjavi ste lepo povedali, je katastrofalna samooskrba, pri žitih sem že prej omenil in tako naprej. Torej, za Republiko Slovenijo je velik izziv, kako povečati samooskrbo na rastlinskem delu. Zdaj, zakaj je tako zgodovinsko, kot sem dejal? Naše naravne danosti nam ne omogočajo, da bi povsod gojili pšenico. Mi imamo v Sloveniji več kot 3/4 vseh kmetijskih zemljišč v obdelavi na območjih z omejenimi dejavniki. Torej, gorska, hribovska, visoke nadmorske višine, tudi če je ravnina in tako naprej. Torej, to so vsa ta območja z omejenimi dejavniki. Še pomembnejši podatek je, da imamo več kot 55% vseh kmetijskih zemljišč v obdelavi na gorskih in hribovskih območjih. Torej, tam, tudi sam večkrat na glas rečem, tam pšenica ne bo rasla. Če mi hočemo imeti obdelano, lepo Slovenijo, na katero smo ponosni, na katero nam tudi tujci zavidajo, ker je res lepa, mi brez rastlinojede, pašne živinoreje tega ne bomo imeli. Na vsaki travi se krava pase. Tako je. Brez tega in tudi lahko rečem, ta gonja proti živinoreji na različnih segmentih, nam v bistvu, mi resno tvegamo, da bodo kmetje enostavno rekli, stanete manjši kmetje na gorskih, hribovskih območjih, klinc razgleda, dosto smamo. Na račun kravega izpuha, če mi se s tem ne bomo več ukvarjali. Mi se s tem ne bomo. O tem bomo verjetno še v nadaljevanju kaj rekli. In ko bo se to zgodilo, se nam bo Slovenija zarasla. In mi bomo zgubili, mi verjemite, 1/4 ali več kmetijskih zemljišč v 10 letih. Nam se bo Slovenija zarasla. Kaj bo imel potem turizem? Ja, Bled, Portorož, pa Ljubljano. Pa smo počasi končali. Torej, sedaj ima pa celo slovensko podeželje. Torej, to sem poudaril samo zato, da vemo, da ni tako enostavno reči, dajmo manj živinoreje imeti v Republiki Sloveniji. Lahko, ampak s tem resno tvegamo izgubo naše krajine, naše lepote. Na rastlinskem delu nas pa čaka predvsem stabilizacija. Stabilizacija pridelave. Če mi pogledamo zgodovinsko zadnjih 10 let,
samooskrbo. Lahko gotovimo, da so zelo dobra leta tudi pri žitih, recimo leto 2019, 2020, tudi 2021 ni bilo slabo leto, ne? Kar se tiče samooskrbe, takrat smo bili pri žitih celo 88% samooskrbni, koruze več, kot jo porabimo in za krmo in za prehrano, pri pšenici blizu 60%, torej so bili kazalci zelo dobri. Ne? Potem je prišlo leto 2022, suša, ja. pok, nam je samooskrba padla. Torej, in to imamo, če pogledamo malo te letna poročila, ki jih Kmetijski inštitut in statistika in MKG pripravljajo vsako leto, ne, za preteklo leto, če pogledamo malo te kazalnike, vidimo, da smo izrazito občutljivi na vreme. Izrazito. In če mi ne bomo začeli vlagati v namakalne sisteme, še bolj intenzivno, mreže proti toči, proti pozebno zaščito, torej vraševanje, tudi rastlinjake za stabilizacijo pridelave zelenjave, nam na rastlinskem delu bomo tam, kjer smo. Torej ne bo napredka. Sej ni rečeno, da bomo kaj ne vem kako padli, ampak ne bo napredka. Ne bo stabilizacije. Mi moramo to, kar imamo, kar pridelamo, to, kar imamo, te pogoje moramo izkoristiti. Kar je pa še naslednji korak, mi moramo vzpostaviti tudi skladiščne kapacitete. Še to pšenico, ki jo imamo v Sloveniji, mi ob žetvi nimamo kam dati. To moramo biti zelo jasni. In takrat mi moramo prodajati pšenico v sosednje države. In tudi ideja, ko je bila, mislim, da leta 2022 ob suši, takrat tudi še vedno predsednika vlade, gospoda Goloba, da bomo odkupili vso slovensko pšenico. Vsi tisti, ki smo malo poznali sisteme, smo se samo vprašali, kaj se je zdaj zgodilo. Nekaj gospod predsednik ne pozna, niso ga dobro informirali. Ker je kar nekaj razlogov, zakaj to ni mogoče. Prvi razlog je, da imajo vsi večji pridelovalci pšenice pogodbo s mlinarji. In ti ne moreš, samo zato, ker se je nekdo v Sloveniji odločil prekiniti to pogodbeno razmerje, ker tam so tudi penali, iz dobava, torej to so resne zgodbe. Prvič. Drugič, način, kako so se ga lotili, da bi šlo to preko Agencije za kmetijske trge, da, ampak ne pa na način tenderja, kdo je cenejši, bomo odkupili, ostalo pač ne bomo. Odkup pšenice pomeni, da se usede vredno nekdo od pristojnih ministrov, žitna veriga, se dogovorijo za pogoje odkupa, torej cena, za kvaliteta, dobava, plačilni rok. In vse, kar pripelješ, bi morali po teh pogojih odkupati. Tretji razlog, zakaj to ni mogoče, je pa tisti, ki ga vedno ponavljamo. Mi te pšenice nimamo kam dati. Nimamo skladiščnih kapacitet. Pa imeli smo jih, ne? Pa imeli smo jih, pa malo jih podelamo. Bilo, ampak tam zdaj rušijo vse skupaj. Tam malo podelamo, malo novi nastajajo, ampak gospodarstvo ta vedno dela svoje. Ampak sam lahko rečem, da če se že omenil, sem tudi bil enkrat minister, in sem še danes ponosen, da smo uspeli v strateški načrt, ki ga zdaj izvajamo, zapisati te tako imenovane skupinske naložbe, posebej za zadruge, za skladišča in naložbe na podeželju so se začele izvajati. Torej sem izjemno vesel, ko mi kakšen od direktorjev zadrug reče, evo, začeli smo tudi Zadružna zveza, predsednik, tudi z njim veliko krat o tem govoriva, torej, ko lepo se pohvalijo, lahko bi bilo še več, ampak začeli pa smo. Torej, se je trend tudi v teh skladiščih obrnil navzgor, torej smo vedno na boljši poti. Ampak, kot rečeno, moramo tudi tisto, kar pridelujemo, te potencijale, ki jih imamo, tukaj nas čaka stabilizacija. In verjetno kar velik finančni vložek v namakalne sisteme, kot smo prej rekli, in vse te ostale sisteme, zato da stabiliziramo pridelavo. Zdaj ste pa, greva zdaj nazaj na vprašanje, Ja. Evropa in... Takole, ko sem dejal, da sem imel visok pritisk, še posebej ob določenih podatkih, pregledal sem tudi številne posnetke iz Nizozemske, Belgije, Francije, Irske in tako naprej, pričevanja kmetov, tudi večjih kmetov, manjših kmetov. In na koncu tudi enega izmed raziskovalnih novinarjev, ki se je zakopal dejansko v vse te raziskave in uradne dokumente, da je Evropa izgubljala 900 kmetij na dan. To je nepredstavljiva številka. In ko pomisliš potem na Slovenijo, ki je manjša, ki je še bolj delikatna, omenjali ste ta relief, geografijo našo, to so zaskrbljujoče številke. To je le neka iztočnica za tematiko, ki jo bomo obdelala v nadaljevanju. Drži. Ampak bodimo iskreni. Sam kazalec število kmetij
morda ni tisti najbolj zaskrbljujoč. Ne. Za Slovenijo je bolj zaskrbljujoče to, da se nam zaraščajo kmetijska zemljišča, da izgubljamo kmetijska zemljišča in da se nam celoten, ne samo v Sloveniji, v celotni Evropi, nam se nosilci kmetijskih gospodarstv res starajo. Nam povprečna velikost nosilcev kmetij narašča. Če opremim z drugim podatkom, mi imamo okoli 3,5% nosilcev kmetij mlajših od 35 let. Pa bomo rekli, Evropa jih ima pa okoli 6, je še enkrat boljša. Nič ni boljša. Vsi smo padali na tem izpitu. Ne? Vsi smo padali na tem izpitu. Torej, zakaj ponavljam, da morda ravno število kmetij ni najboljši kazalec? Se spomnim razprave, ko smo imeli v času, ko sem bil minister, s finskim kolegom, ministrom, in on je lepo omenil, da so šli tam z brutalnimi ukrepi v sektor, zato da so praktično podvojili povprečno velikost kmetijskega gospodarstva. Na kakšen način lahko povečaš povprečno velikost? Ja, tudi za Slovenijo vedno enostavno rečem, gre za enostaven matematični ulomek, ne? Da zaokrožimo 500,000 hektarov kmetijskih zemljišč, imamo deljeno število kmetij. Torej, če mi zdaj imamo tam dobrih 7 hektarov je povprečje v Sloveniji. Ne? Če hočemo to podvojiti, novih zemljišč nimamo skoraj kje dobiti. Ne? Morda kakšen hektar iz kakšnega ravninskega gozda, pa še tukaj je to zelo tvegano. Ne? Torej, če ohranimo teh 500,000 na zgornjem ulomku, moramo kontrolirano zmanjševati število kmetij. Ne? In to so šli na Finskem z brutalnimi ukrepi, z velikim konsenzom takrat vse politike, opozicija, koalicija, torej ne glede na to, v kateri strani politični si bil takrat, so šli v ta ukrep in tudi s finančnimi ukrepi potem pomagali pri tem prestrukturiranju, pri nabavi in tako naprej. Torej, da se vrnem nazaj na Slovenijo. V Sloveniji ni takšen problem, če se upeha ena kmetija manjša na ravninskem delu. Ne? Tudi lahko rečemo v moji občini, kjer sem sam doma v mojem kraju, ne? Tam je bilo nekdaj 19 kmetij, ki smo vozili mleko v naši vasi v zbiralnico, no danes je ena. Ne? Ampak ta ena ima bistveno več mleka, kot smo ga imeli takrat vseh 19. Ne? Ali pa če bi se preslikali, ne? Ampak ta kmetija je danes velika, je uspešna, ima mlade naslednike, torej je takšno, kot si jo želimo v slovenskem prostoru, pa niti kvadrat se nam ne zarašča, ker je ravnina, ker pri nas se še vedno skoraj, bom rekel, v navednicah stepamo za vsak kvadratni meter proste zemlje, ki jo kdo daje v najem. Torej na teh delih Slovenije to ni taka težava, s tem se kmetije krepijo, postajajo večje. Večji izziv je pa na že omenjenih gorskih, ribovskih območjih. Tam pa ta rast ni možna. Ne? Zato, ker tudi sam rečem, to mojo kmetijo, ki vam jaz doma in še vedno sam obdelujem, ne, bi verjetno ta moj sosed obdelal skoraj da domalce, pa bilo, ne, skoraj rečemo statistična napaka, ali kakorkoli že, ker ima stroje, ima orodje in tako. Na gorskih, ribovitih območjih, kjer pa ti na roki kosiš, ali pa z neko ročno kosilnico in tako naprej, tam si pa ne moreš kar prevzeti nadaljnjih 7 hektarov. Ne gre. Enostavno fizično ne moreš obdelati teh kapacitet in na teh območjih je pa treba priznati tem kmetijam, da opravljajo poleg te pridelave hrane, tudi, pa ne sliši ponižujoče, ampak kakorkoli tudi komunalo. Torej te kmetije skrbijo za to, da je tam obdelano, poseljeno, da so ceste vzdrževane, ne nazadnje, oni pograbijo tisto cesto, če imajo makadam, zato da se sami vozijo po lepi cesti. To pa izkoriščajo tudi vsi ostali, od turistov in tako naprej, ne? Ker grejo na lepo slovensko podeželje, ker je lepo obdelano, lepo pospravljeno, ker so brežine pokošene. Torej, to je daleč najcenejša komunala, ki si jo v nekem kraju lahko privoščimo. Ker to delajo kmetje, ki tam živijo za svojo živino in tako naprej. Ne? Torej, na teh gorskih, hribovskih območjih je pa vsaka kmetija dragocena. In zato je treba najti tudi v Sloveniji pot, kako tem kmetijam na nek način pomagati na drugačen način, kot pa na tistih ravninskih, kjer pa je seveda ekonomija obsega in tako naprej, ima neko posebno drugačno noto, kot pa neki tistih gorskih in hribovskih kmetijah. Kaj pa mladi, ne, in pa ohranjanje te, bom rekel, dediščine, nekateri seveda so rojeni na kmetijah, nekateri bi si želeli biti, recimo kmetje, zapustiti to betonsko džunglo in postati nekako na začetku samooskrben, potem pa morda se širiti.
Ampak ko takole nekako prebirajo, kaj vse je potrebno prinesti te gore papirja in pa upoštevati vse te ekološke zahtevke, predpise Evropske unije, da ne bom zdaj predolg, vi to vse dobro poznate, pa se marsikaj zatakne in tudi marsikaj je verjetno, so rekli, dovolj imam vsega tega. Ja, drži. Mladi kmetje so danes, mladi prevzemniki so danes drugačni, kot je bila še naša generacija. Tudi sam sem od staršev prevzel kmetijo. Pri mojih 25 letih, torej imam več kot pol življenja že kmetijo praktično v svoji lasti. Tudi zaradi bolezni in tako naprej v družini ni pomembno, torej sem zelo kmalu prevzel to kmetijo. In kot mladi prevzemnik vedno rečem, ampak takrat, ko sem prevzel kmetijo in vedel, da je potem to moje, smo se potem zagnali v to kmetijo. Vse prihodke kmetije, zelenjavo prestrukturirali, delali tudi s trgovskimi verigami, torej v neko resno proizvodnjo zelenjave, šli iz prejšnje živinoreje, ker mi smo klasična slovenska kmetija, tam nekje 7 hektarov. Za neko resno živinorejo premalo, zemljišč ni bilo moč dobiti nikjer in zato smo naredili to prestrukturiranje. Tudi namakamo in tako naprej z vsemi dovoljenji, soglasji, tako da brez skrbi. Torej vse to teče kot mora. No in ta naša generacija je še vedno prevzela kmetijo iz neke čustvene navezanosti. Miselnostjo moji starši so se borili, gradili, da pa seveda moramo tudi mi to obdelovati naprej. Ta generacija, ki zdaj prihaja, pa ki je nekje na tem vstopu v kmetijstvo, gleda povsem drugače. Prvič, zelo pomembno je finančna plat, ali se, kolikšni meri se jim splača, ampak meni niti ni presenetljivo, da je verjetno vsaj enakovredno ali celo pomembnejša plat, ali bodo prevzeli kmetijo ali ne, odnos družbe do kmeta. Odnos družbe, torej ta tako imenovan status kmeta v neki družbi. Jaz še vedno obžalujem, kot tudi še danes poslušam kmetavzar in ne vem kva še vse kot žaljivka. In, a veste, mi se v 5. razredu tudi učimo v osnovni šoli, tudi sam imam zdaj sina tam, da je kmetijstvo največji onesnaževalec, sploh živinoreja in tako naprej. In potem seveda tudi mi se doma o tem pogovarjamo in poskušam tudi mojim otrokom pojasniti, da to čisto tako ni. In nas čaka resna sprememba tudi vzgojnega izobraževalnega sistema. Kajti naredimo izobraževalni sistem na podlagi zadnjih dognanj, tudi znanstvenih, kjer dokazujejo tudi neka naša študija, ki je bila pa je izginila, iz spletne strani, pa mislim, da se je zdaj že vrnila nazaj, o prehranskih sistemih, razbija tabuje, da je živinoreja največji onesnaževalec in tako naprej. Ampak pojasnite malce, kako je z vsemi temi, to papirologijo. Pojasnim. Ja. Torej, mladi rabijo tudi neko spoštovanje za to delo, ki ga delajo. Pa da, preden se dotakne papirologije, poglejmo malo čez mejo v Avstrijo. Tam na teh gorskih območjih, pa včasih gremo kaj smučati, pa tudi na kakšen izlet, pa tako naprej, vidimo primerljive kmetije, kot so naše. Načka je veliko večja ali načka je veliko drugačne. V istem bazenu stroškov smo in tako naprej. V istem bazenu prodajnih cen smo. Tam nekje. Torej, minimalne razlike na tem ekonomskem delu. In marsikdo reče, tam kmetije delajo. Kaj je tam drugače? Zakaj? Tudi moje vprašanje je vedno tukaj. Ja. Zakaj tam kmetije delajo? Pa čeprav imajo samo morda nekaj živali, pa lepo urejen pašnik in tako naprej. Zaradi statusa. Zaradi statusa. Vejo, da s tistim, kar delajo, morda zaslužijo za pol dopusta, v redu je, lepo ob službi še nekaj delajo, to mi je enako kot pri nas. Drugič, status, tam je kmet cenjen poklic. Spoštovan. Po raziskavi iz Avstrije je najbolj spoštovan poklic zdravnik, drugi je kmet. In tretjič, kar je še bistvena razlika med Avstrijo in Slovenijo, papirologija. Torej, v Avstriji imajo model tako imenovanih pavšalnih obdavčitev, torej prva stopnja predelave, ko ti lahko, odpelješ bika iz klavnice domov, ga razsekaš na pakete 10-20 kil in ga legalno prodaš. Si mu dodal vrednost.
Meso je več vredno, kot pa če ga daš v klavnico. Prva stopnja, enostavna predelava mleka. Celo sobodajalci do 10 postelj imajo pavšalno obdavčitev, če se za to odločijo. Torej, daj cesarju, kar je cesarjevega, ostalo pa ti delaj in zasluži in živi od tega. In investiraj tudi kasneje. In investiraj kasneje. Seveda, ker zagotovo država z vsem tem finančnim tokom na koncu dneva zasluži preko davka na dodano vrednost in tako naprej bistveno več, kot pa s tisto papirologijo, kjer mi držimo za vrat tistega kmeta, ki se loteva neko predelavo. Višja kupno moč s tem seveda. Absolutno. No in za razliko od Slovenije, v Sloveniji, pa dam vedno primer, kar mi je naučil gospod Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze, še ko sem bil minister, mi lahko prodajamo med, čebelarji lahko prodajajo med kot primarni proizvod. Lahko prodajajo cvetni prah kot primarni proizvod. Brez računa, legalno, kot tudi na tržnici, ni nobenih težav. Ko pa ti želiš narediti med s cvetnim prahom, pa ga legalno ne moreš več prodajati, če nimaš dopolnilne dejavnosti. Če pa imaš dopolnilno dejavnost, smo spet rekli, 10 minut na upravni enoti, tam ni na vem točki, na upravni enoti, imaš registrirano, ampak, zakomplicira se ti naslednji dan, dan potem, ko imaš ti ustanovljeno, obvezno izdajanje računov, davčna blagajna, računovodski servis in plačilo za zdravstveno zavarovanje po principu vsako delo šteje z ne vem katerega leta, 2014, 2012, kdaj je že bilo, Kar pomeni, če želiš delati med s cvetnim prahom, če želiš prodajati sušena zelišča, če želiš prodajati razsekano meso v Sloveniji, torej, ko nisi nič zmešal, moraš imeti registrirano dopolnilno dejavnost, od katere imaš prvič en kup papirologije in drugič vsaj 800 000 evrov stroška vsako leto in ta strošek moraš ti nekje zaslužiti. To ni tvoj prihodek. Torej, in tukaj je ta bistvena razlika. Torej, tam v Avstriji se jim splača, prvič kmetje so cenjeni, ko kmetje pokličejo, da imajo, da bo biket šel v klavnico 10-20 kilske pakete, to lokalno prebivalstvo kupi legalno, brez kakršnihkoli papiroloških bremen, ker je kmet tako ali tako že dal cesarju, kar je cesarjevega, preko pavšalnih obdavčitev. No in to so ti koraki, kjer menimo, da bi morali tudi v Sloveniji in zato se zavzemamo že ves čas, zbornica še pred mojim prihodom in tudi zdaj smo pa res, lani bila odprta cela kmetijska zakonodaja in je bila idealna priložnost, ko imaš ti zakon o kmetijstvu, zakon o hrani, vse zakonodajo res odprto, na novo se je pisala, je bila idealna priložnost, da bi to vstavili že v to zakonodajo in to pavšalno obdavčitev, da bi lahko z njo dejansko pomagali kmetom, kako stabilizirati dohodek na teh majhnih kmetijah. In bi to motiviralo tudi mlajše generacije. Absolutno, ker potem bi dobili nek signal, da pa vendarle ne rabiš čisto za vsako mešanje, za vsako, osnovne proizvode imeti takoj en kup papirologije in tako naprej. In to res odvrača. Da ne govorimo o ostalih papirologijah, ki jih imamo, evidencah, ki jih moramo voditi. Seveda jih moramo zaradi varnosti hrane, torej gnojenje, varstvo rastlin, torej sredstva za varstvo rastlin in tako naprej, tudi kmetijska opravila. Vse prav, da to spremljamo in da na kmetijah vemo, kaj počnemo. Ampak to dela en mlad par, recimo. Ampak če to delaš na način, da moraš en in isti podatek pisati v 5 različnih obrazcev v dobi digitalizacije leta 2026, lepo vas prosim. Vsi imamo pametne telefone in zakaj ne bi vzpostavili nek model, enkratni vnos in se ti unese, kamor se mora in ima s tem končano zgodbo. Tudi sam doma, ko delam, sicer nimam programa, imam pa beležko na mobitelu in ta čas, ko jaz, dognojujem ječmen, ko se vozim, že napišem ječmen, dognojevanje, ta dan, tok in tok, kana, gremo dalje. In kadarkoli pride dolkoli pogledati, imam in če treba pa še prepišem v evidence, da imam mir. Ampak, veste, to so stvari, ki res odvračajo ne samo mlade, tudi tiste starejše lastnike, ki se bodo počasi opehali, pa si mislijo, še te bike prodam, še to kravco prodam, pa jaz zaključim, ne zmorem več, papirologija, delo in tako naprej, nihče nič ne pomaga, pa ne nazadnje, še cenjeni niso v svojem okolju. Ja, tukaj zdaj bi rad vpletel tole zgodbo, nedolgo nazaj so se dogajali kar hudi protesti na Irskem, pa seveda še prej na Nizozemskem, Franciji, v Nemčiji, kar pošteno je dobesedno gorelo ponekod. Da.
In Irci so imeli dovolj Evrope, dovolj teh pisanja, teh dnevnikov, omejitve števila glav govedi oziroma števila črede, ki jo imajo lahko na voljo, vsi ti davki, ekološki in tako naprej, pa za piko na i še boj za kurilno olje. In bom dodal samo še tole in še pogodba Mercosur, pa greva najprej malce predelati to Irsko in vse te razloge, ki sem jih ravnokar navedel, ne, v povezavi s slovenskim kmetom, kajti zakonodaja evropska je enaka za slovenskega in za irskega kmeta, ne, verjetno. Ja, drži. No, tukaj se moramo zavedati, da ko so šli na ceste irski, francoski, nizozemski kmetje, potem si predstavljamo, kako je šele v Sloveniji. Ne? Tam so vendarle kmetije večje, ne? V Franciji poprečna velikost okoli 70 hektarov, ne, velike kmetije in tako naprej. Nizozemska izjemno napredna v tehnologiji pridelave zelenjave, živinoreje, ne, in z enormnimi tudi vložki države, tako v gorivo in tako naprej. Ne. No in torej vsi, če so šli že ti kmetje na ulice z zaskrbljenostjo, kakšna bo njihova prihodnost, potem mi vemo, da v Sloveniji nas je lahko samo še nekajkrat bolj strah. To drži. Mi v Evropi pozabljamo, da je bila Evropa pred 70-80 leti lačna. Mi pozabljamo. In ko se dela sedaj, tudi mi smo bili, tudi sam sem bil v Bruslu, ko je bil protest proti Mercosurju, proti torej večletnemu finančnemu okviru, torej evropskemu proračunu, da poenostavimo, ne. Tudi sami imamo tukaj kar nekaj pomislekov, kar nekaj pogledov drugačnih, ne. Zakaj? Zato, ker menimo, sam osebno menim, prepričan sem, da tudi s takšnim proračunom, kot ga sedaj Evropa nakazuje, mi rušimo temelje Evropske unije. Če pogledamo v zgodovino, zakaj je Evropa sploh nastajala? Moramo vedeti, prvi modri državniki, ne, različnih evropskih držav so sedeli za isto mizo, so sedeli za isto mizo, če malo karikirano rečemo, ko se puške še niti dobro hladile niso po drugi svetovni vojni. Ne? Dva razloga sta bila. Evropa je bila lačna in bilo treba nahraniti ljudi in razbita in bilo treba najti jeklo in tako naprej. Torej, jeklarska industrija in hrana sta bila prva veziva, da se je Evropa sploh začela sestavljati. In ko se je Evropa začela sestavljati, ko je bil prvi evropski proračun, je bilo 65-70% celotnega evropskega proračuna namenjenega hrani, pridelavi hrane, raziskavam za tehnologije, gnojenje, sorte, žlahtnjenje. Ne vem, to so bila, prvi proračuni so bili najpomembneje naravnani v smer kmetijstva. V tem trenutku, v tem programskem obdobju ima kmetijstvo v evropskem proračunu okoli 33-34% celotnega proračuna. Za novo programsko obdobje, po letu 2027, zgolj še 15%. Torej, Evropa se igra s svojimi temelji in to ni prav, na to opozarjamo. In ni prav, da se samo kmetje borimo. Na koncu bodo, vse smo s potrošniki tukaj na istem vlaku. Torej, če ne pozabimo, Evropa je že bila lačna. In ni nemogoče, da bo še kdaj. Ne, ni nemogoče. Poglejmo, kaj se dogaja v naši soseščini. Ne, kar naenkrat, ladje ne plujajo več po morju, ne? In to tudi hrano prevažajo. Se ne samo nafto, kakorkoli že. Ne? Piše tukaj, ne, jejmo francosko, ne, jasno sporočilo, ne, jejmo slovensko, ampak Evropa duši, tukaj imam pripravljeno kar nekaj točk, ki se dotikajo vseh evropskih kmetov. Seveda. Zakaj jejmo francosko v Franciji? Zakaj jejmo slovensko v Sloveniji? Zato, ker potrošnik, ko kupuje hrano lokalnega porekla, daje praktično priložnost tistemu kmetu, ki to hrano pridela. Kmetje bolj kot subvencijo rabimo priložnost, stabilen odkup. In zato je ta težava, kot sem prej omenil, izpodrivanje naših lokalnih dobaviteljev iz trgovskih polic tako problematična. Mi v Sloveniji žal nimamo zvestega potrošnika, kot je to recimo v sosednji Avstriji. Ne? Tam, ko je avstrijski pridelek na polici, je lahko tudi dražji, se prodaja samo avstrijski pridelek. Pa smo spet pri kupni moči. Ne? Malo kupna moč, malo pa zavest. Malo pa zavest. Sej slovenska hrana ni nujno dražja, kot je uvožena. Ne?
ni nujno dražja. Zakaj imamo včasih občutek, da so domače blagovne znamke dražje kot, ne vem, trgovinske? Zaradi maržnih politik trgovcev in tako naprej. Pogosto so nabavne cene primerljive, ne? Tudi za trgovce in se potem iščejo neke razlike in tako naprej. Torej, da, kupujmo slovensko, tudi mi vas čas pozivamo, bodimo občutljivi potrošniki, kupujmo hrano slovenskega porekla. Kljub nekaterim aferam je še vedno, smo prepričan, veliko bolj varna za potrošnika, zdrava, pridelana v neposredni bližini, ni obremenjena z dolgimi transporti, z dolgotrajnim skladiščenjem po hladilnicah. Ne, slovenski predaj soberemo rdeč in ga damo na tržnico ali na polico. Ja, tisti, ki prihaja iz Španije, ki prihaja iz Nizozemske, da ne govorimo še kje drugje, pa prihaja obran zelen, pa dozoren, prisilno dozorjen, da dobiva barvo, nima enakega okusa, nima enake notranje kvalitete kot tisti, ki je obran rdeče. Ne. Včasih celo rečemo, dajmo stehtati kos mesa, ne takrat, ko ga kupujemo, slovenskega pa kakšnega tujega, ampak stehtajmo tisto, ko ga damo na krožnik, ali sebi, ali gostu, kogarkoli že imamo, ne, koliko vode bo izteklo iz njega. Ne. In to je vse odvisno od tehnologije reje in tako naprej. In na koncu gotovimo, da hrana slovenskega porekla sploh ni dražja. Pa ne bo to v domačem proračunu, pa ne bo to v gostinskem, tem turističnem sektorju ali pa v javnih prehranskih obratih. Pripravil sem eno infografiko, jo bova dobila takole gor, to je zdaj malce vse skupaj zajeto, ne? Vpliv na kmetijstvo Evropske unije, ravno Mercosur, ne? Se pravi Mercado Sudamericano, se pravi južnoameriški trg, da malce pojasnimo, ne? Kaj je glavno jabolko spora. Evropska unija nekako želi reševati, če tako rečem, propadajočo svojo industrijo, tudi avtomobilsko, farmacevtsko, z seveda brezcarinskim trgovanjem z južnoameriškimi državami, kakor so recimo Argentina, Brazilija, da ne bom našteval, tako naprej. In tukaj so tudi določene kvote. Zato so Irci dobesedno tudi znoreli, ne, pa Francozi, Nizozemci, Belgijci, da skratka tudi mi, ne, absolutno tudi Slovenci. Dajte nam zdaj malce raztomatič, ne bova šla po vseh teh fazah posebej, bo predolgo trajalo, ampak kaj to v praksi pomeni za nas kupce in v končni fazi za slovenskega kmeta, ki ga v bistvu čakajo seveda težki časi glede na spet odločitve Evropske unije. Da prvo se moramo nekaj razčistiti pri tem Mercosurju. Mi že danes dobivamo prehranske izdelke iz držav Južne Amerike, argentinski steak in podobne zadeve. Vendar danes so ti izdelki vsi podvrženi carinam. Ne? In zato je ta steak dražji in ne ogroža naše slovenske govedoreje, ker smo konkurenčni in tako naprej. Zakaj je tako pomembna ta carina oziroma ta carina, ko pride ta izdelek v Evropo, ne samo v Slovenijo? Zato, ker imamo mi v Evropi bistveno drugačne standarde pridelave in reje. In to je tisto, na kar vas čas opozarjamo. Torej, v državah Južne Amerike so dovoljeni hormoni, antibiotiki kot rastni regulatorji, so dovoljena sredstva za varstvo rastlin, kar je vse v Evropi torej hormoni, antibiotiki, prepovedani že desetletja. Nekatera sredstva za varstvo rastlin prepovedana že 10-15 let v Evropi, tam je to vse dovoljeno. Vse smo imeli ravno kar s piščančjim mesom. Da, salmonelo in tako naprej. Ampak ok, salmonelo, to je skoraj da kot domača žival v neki kmečki družini. Pardon, no. Ampak vseeno. Torej, mi imamo tukaj velik izziv v standardih pridelave. In če mi ukinemo carino, evropsko kmetijstvo ni več konkurenčno s tako visokimi standardi, ki jih nalaga Evropska unija. Od nitratne direktive do dobrobiti živali, manjše gostote, živali na istem mestu in tako naprej. Tudi salmonela pri piščancih je rezultat prevelike gostote reje na 1 kvadratnem metru. Ali pa, torej, mi govorimo o visokih standardih pridelave, v Evropi okoljski standardi, nitratna direktiva, koliko dušika lahko daš. Mi govorimo zdaj tudi o preprečevanju sečne gozdov za kmetijske namene. Ne? Ja, v Braziliji vsako leto posekajo gozdov za velikost ene Slovenije, če pa malo boljše leto, pa samo za pol. Ne? In to gre vse v kmetijske namene. Torej, Evropa takšna, s takšnimi standardi enostavno ne more konkurirati cenovno in drugič... Tudi stroškovno, ne? Nikakor, ne? In jaz včasih rečem, ne, na nekaterih mlečnih farmah v Sloveniji, na kmetijah, ki redijo mlečne krave, imajo nekatere zelo visoke
donose in tako naprej. In marsikatera skoraj rekorderka posamezne kmetije bi bila tam v državi Južne Amerike, tam čez lužo, izločena, ker ima premalo mleka. Ne? Torej, imamo povsem drugačne standarde. In zdaj ta hrana prihaja v Evropsko unijo. Ne? Ta hrana prihaja v Evropsko unijo. Zakaj smo mi ukinili sredstva za varstvo rastlin v Evropi, ta, ki so prepovedana? Zaradi tega, ker so lahko rakotvorna, ker so zelo škodljiva za okolje in tako naprej. Tam, čez mejo, čez lužo se lahko vse to uporablja. No in kar je pomembno, da vemo, sicer so te kvote, tudi v vaši grafiki navedene, držijo. Te kvote za brezcarinski uvoz so relativno nizke. Ne? Recimo pri govedini govorimo o 1%, dobrem procentu, kar pojemo v Evropi govedine. Ampak kje je ključna težava? In tukaj so tudi ekonomisti, agrarni ekonomisti Evropskega združenja kmetov in zadrug, katerega člani smo tudi mi, jasno izračunali, da ne glede na te kvote, tako majhne kvote uvoza, bo to vplivalo na cene pri kmetu v Evropi med 10 in 20%. Zakaj? Zato, ker brez carine bodo verjetno v Evropo prišli najbolj kvalitetni kosi mesa. Pozabljamo pa tudi pot, ne? Drži, ampak samo da zaključim. Ja. Najboljši kvalitetni kosi mesa. In če bo, v navednicah spet rečem, najboljši argentinski steak, kar naenkrat 15 €, ne? Ja, potem naš slovenski bik, stegen in tako naprej, ne bo več 15, ampak bo samo manj. Ne? In tukaj se nam rušijo ta razmerja in zato pravimo, bo ta vpliv, ne glede na kvote, bistveno večji, kot se bo te kvote. Ampak to vodi do monopolizacije trga, ne? Seveda. Slej ko prej se bo zgodilo, da bojo te kvote, verjemite mi, pritisk na povečanje kvot bo vedno. Vedno. In Evropa bo vedno popuščala, ne bo drugače, če bo želela nahraniti drug del industrije. In zato smo mi tukaj zelo jasni. Je to vojna veletrgovcev verjetno v ozadju? Verjetno tudi. Ne, ampak tukaj smo tudi mi, ko smo tudi v Sloveniji protestirali proti Mercosurju, pa smo šli tudi v Bruselj v podporo, ja, tudi slovenskim, vseevropskim kmetom, na vseevropski protest zaradi Mercosurja. Ne moremo pristati na to, da v bistvu sistematično uničujemo evropsko kmetijstvo na račun kovanja visokih dobičkov enega drugega dela industrije. Nimamo težav, iščemo rešitve za drug del industrije, ampak zaščitimo kmetijstvo. To je bila naša ključna zahteva. Ne? In je prav, da se zavedamo tudi tega. Ne? Prej smo govorili vse, kaj se lahko uporablja tam čez lužo. To je zelo pomembna informacija za potrošnike. Seveda tudi naša uprava pravi, tudi Evropska unija pravi, komisija, ne? Saj bomo spremljali hrana za ostanke, ne bo smela priti na evropski trg. Drži, ampak kot nimamo na cestah 100% kontrole, jo tudi pri hrani nimamo. In tveganje, da pride v Evropo, v Slovenijo, hrana z nekaterimi v Evropi prepovedanimi dodatki, substancami in tako naprej, je izjemno veliko. Omenili ste salmonelo pri piščančjem mesu. Do tega ne bi smelo priti. Če bi sistemi 100% delovali, do tega ne sme priti. S tem resno ogrožamo evropskega, slovenskega potrošnika. Ne, mi pričakujemo, in to je bila tudi ena od stavkovnih zahtev februarja letos, od kmetijskega ministrstva večjo kontrolo, masne bilance, sledljivost porekla, tudi z novimi metodami, izotopi vode in tako naprej. Zakaj je to tako pomembno? Ena študija, en projekt, ki ga je delal, v katerem je sodeloval tudi Inštitut Jožef Štefan, je pokazal na alarmantne razmere, ko govorimo o spremljanju porekla. V tem primeru prašičjega mesa. Z izotopi vode znamo, naredili so tako imenovano domačo knjižnico, kateri izotopi vode so tisti, ki se pojavljajo v slovenskem svinjskem mesu, to je pač neka nova metoda. In potem, da skrajšam, so šli znotraj projekta v trgovine, na police iskati tisto meso, ki je bilo deklarirano kot slovensko. In kaj so ugotovili? Skoraj da 80% mesa, deklariranega kot slovensko, so preko analize izotopov vode, so ugotovili preko izotopov vode, da je tujega porekla. Aha. Torej, mislim, da je 79%, torej samo 21% mesa je bilo resnično slovenskega porekla. Je to porekla. zdaj odpravljeno morda? Ne. Ne. To je še živo. In zato mi govorimo, da je potrebno
uvesti masne bilance, analitiko za izotope vode. Mi enostavno več ne moremo zaupati deklaracijam. Kaj potem delajo inšpekcijske službe, da dovolijo, da je to tako deklarirano, če pravite, če sem vas prav zastopil? Se izvajajo ti postopki? Izvajajo se postopki, ampak ponavljam, kot na cesti nimamo pri vsakem semaforju policaja, tudi v vsakem obratu, pri vsaki predelavi in pridelavi ni inšpektorja in to ne mogoče vzpostaviti. Mi moramo vzpostaviti modele, povečati, kot včasih naredimo, imamo akcijo radarjev, kontrole hitrosti na cesti in takrat, če dobimo kazen, se malo discipliniramo, oziroma že tako pametno vemo, da je pametno voziti, ker bo v predpisih, tudi sam se tega kar držim. Ampak to hočemo reči, treba je povečati dinamiko kontrole, treba je uvesti nove metode in začeti jasno sankcionirati tiste, ki tukaj goljufajo. Ne bo šlo drugače. Drugače mi ne bomo dobili zaupanja potrošnikov, če ne moremo zaupati deklaraciji, ki je na nekem izdelku prilepljena. Ja, tudi vse te poti, vemo, to prihaja iz Južne Amerike z ladjo preko Atlantskega oceana, pa verjetno potem v Rotterdam, Hamburg in potem še po cesti s kamioni do recimo Slovenije. Ob teh cenah goriv, ob teh cenah stroškov tudi pridelovanja vsega tega, pa so napovedi, da če bo vse to zaživelo v polni meri, bomo imeli enormno drago hrano na naših policah. Ja, jaz se bojim, da ne. Jaz upam, da ne. Upam, da ne. Ne, da se bojim, upam, da ne. Tako na kratko, kaj ti še ene 2 temi bi rad obdelal z vami. Ja, pa če se vrnem spet nazaj, malo Mercosur, malo te hrane in tako naprej. Evropa ima še eno zanimivo strategijo, ko govorimo o javnih prehranskih obratih, tudi v Sloveniji, šole, vrtci, domovi za starejše, bolnišnice. Tam je najpogostejši dejavnik nakupa cena, najnižja cena. Torej, tukaj bi morala Evropska unija razumeti in tudi mi smo v teh kriznih časih zdaj letos nagovarjali točno kmetijsko ministrstvo, vse poznamo evropska pravila, so evropska pravila, ampak vedno znova lahko v takšnih kriznih situacijah, kot je sedaj, poskusiš kaj spremeniti. Krize so vedno priložnost za kakšne spremembe. In ena od teh je bila tudi ta, dajmo prosim Evropo zaprositi za deregulacijo sistema javnega naročanja pri hrani. Dajmo dovoliti, da mi lahko kupujemo hrano na sosednji njivi. Sam kot mlad kmet, pred mnogimi leti, sem v mojo osnovno šolo vozil domačo zelenjavo, ki smo jo pridelali. Do trenutka uvedbe sistema javnega naročanja. Ali ni omejitev 80 tisoč evrov letno? To je sedaj. Na začetku je bilo vse preko sistema javnega naročanja. Lahko za toliko, ne? Sedaj lahko vsi javni prehranski obrati kupujejo do 20% mimo sistema javnega naročanja. Ja. In to je tisti največji delež, kar nam ga v tem trenutku Evropa dovoli, oziroma za majhne šole, vrtce, torej majhne prehranske, javne prehranske obrate. To je absurdno. Pa lahko do evropskega portala, to je dobrih 200 tisoč letnega nakupa hrane, celoto izvzamemo iz sistema javnega naročanja. Ampak večina javnih prehranskih obratov tega ne dela, ker jim je najbolj enostavno narediti javni razpis, najcenejša, najnižja cena, izbereš dobavitelje in te lepo vozijo in to je absurd. Zato mi želimo, da bi vendarle prišli do tega sistema, ki bi bil bolj spodbuden tudi za šole, za te javne prehranske obrate, ker ne nazadnje, moramo razumeti tudi njih. Postavljati se eno šolo, to je izobraževalna inštitucija, ima sicer enega organizatorja prehrane, ampak danes, ko mora spoštovati vse smernice, uredbo o zelenem javnem naročanju in tako naprej, on se ukvarja samo še s papirologijo in ali delamo prav ali ne delamo prav, namesto da bi kuhal hrano, kot so jo kuhale nekdaj stare kuharice. Mi smo enkrat delali v državnem svetu en posvet na to temo, še s takratnim poslancem, gospodom Igorjem Šoltesom, sva skupaj delala, jaz pa v funkciji varuha, in je bila ena kuharica v vrtcu iz Primorske, že upokojena takrat in je lepo stala na govorniški pult, prišla, pa bom zelo skrajšal, pa je rekla, pa kaj ga serjete, Mi smo imeli z dnevom slovenske hrane, mi smo imeli včasih vsak dan slovensko hrano. Tako. In lepo vas prosim, samo to nazaj pripeljte. Mi znamo kuhati iz enostavnih prehranskih, torej iz osnovnih živil, znamo skuhati vrhunske obroke. Mi ne rabimo predelane hrane in tako naprej, procesirane hrane in tako naprej. Torej, in tle bi morala Evropa
tukaj pa pričakujemo, kakorkoli tudi od nove vlade, bomo zagotovo izvajali, bomo nadaljevali s to pobudo, da čim prej tudi Slovenija da pobudo na nivoju Evropske unije za to, da se vendarle spremeni sistem javnega naročanja tudi v obrambi proti Mercosurju. Da naj vendarle damo tukaj en velik poudarek lokalno pridelani hrani. Lokalno pridelani hrani. Ponavljam, ki ni rečeno, da je vedno na koncu najdražja, ampak vendarle dajmo to narediti. Gospod Podgoršek, malce bi šel na ravnico v Prekmorje, geotermalna energija, to je zelenjadarstvo, je tudi zelo dobro vaše področje. Kar nekaj podjetij je tam, ne bomo zdaj o imenih, da ne bomo komu delali krivice ali pa koga pozabili, ampak tudi tam se zatika. Znajo ustvarjati s substratom fantastično živo solato, čudovite paradižnike s pomočjo nizozemskih čmrlov, čeprav razumem situacijo. In prebral, oziroma dobil sem kar podatek iz prve roke, da bi na 10 hektarjih to vrstne proizvodnje, govorim o solati, lahko bila Slovenija samooskrbna zgolj s solato. In preverjal sem te zadeve in je pritrdilno in me zanima tudi vaše strokovno mnenje. Je to res? Ja, to drži. In tudi poznamo investitorja, ki bi investiral v prekmurskem delu v proizvodno v visokotehnološki rastlinjak za vzgojo solate, to drži. In neka takšna količina bi kar bistveno prispevala k samooskrbi tudi solato na slovenskem trgu. In morda po izkušnjah recimo paradižnika, lušt, sej kakorkoli ne moramo... Ali panorganik so ljutomeru. Recimo, ampak takrat vem, da je peljalo to podjetje vrhunsko zgodbo, ki so se jo kmetje, ostali pridelovalci izjemno bali. Ampak presenetljivo, ko je to podjetje prišlo na trg s svojim paradižnikom, se je kar naenkrat uredil trg s paradižnikom tudi za kmete. In so tudi kmetje lažje in celo po nekoliko višjih cenah prodajali paradižnik, kot prej, ko je bilo to zelo prepuščeno nekemu naključju. Torej, to drži. Kar se tiče geotermalne energije, mi nimamo samo v Prekmurju, imamo tudi v Čatežu, v Brežicah, nov drug bazen, ki je nekdaj bil poln, nekdaj bil tudi pomembno pridelovalno območje, vemo, zraven toplic, v Čatežu je bil pridelovalni obrat. Na hidroponiki uporabljali so toplo vodo, druga je Prekmurje. Tukaj zopet smo padali na izpitu birokratskih bremen in da ne rečem še več omejitev. Tudi ko sem bil še sam minister, vem, da smo se takrat pogovarjali z enim od teh, kaj se morajo početi, da lahko tisto toplo vodo izkoriščajo. Katere omejitve imamo? Zato, ker se bojimo, da bi na tistih nekaj rastlinjakih, ki jih imamo mi, preveč izkoristili naravni vir, ki je tam spodaj. Ne smemo pa pozabiti, da ta isti naravni vir črpa in Hrvaška in Madžarska brez omejitev. Torej, smo bili takoj nekonkurenčni. Samo da povem eno zanimivo anomalijo, ki se je tam zgodila. Vsi, ki izkoriščajo v Sloveniji to toplo geotermalno energijo, so zavezani skladno z soglasi in takratnega ministrstva za okolje in prostor, zdaj MNVP, zavezani k temu, da morajo izkoristiti določen delež toplote. Morajo. Ni problem po zimi. Po zimi si pač ti moral, in tudi poleti, v vsakem primeru, si moral ta delež doseči, če si pripeljal vodo 60 stopinj na površino, si moral, preden si to vodo spustil kamorkoli takrat v naravno okolje, jo izkoristiti, toploto, torej ohladiti, da si jo lahko spuščal v naravno okolje. No, po zimi, pravim, ni bila taka težava, ker tam so probali čim več vode izkoristiti, in ko so to spuščali, čim več toplote izkoristiti, in ko so to spuščali v naravno okolje, v tisti naravni vodotok, je morala biti temperatura plus minus 2 stopinji, glede na temperaturo tistega vodotoka. V redu, ni problem. Poleti, ko je bil pa vodotok topel, so pa morali enak delež energije pobrati iz geotermalne energije, in preden so spuščali to vodo v naravni vodotok, to vodo nazaj pogreti, da je imela enako temperaturo kot tisti potok, ki je tekel mimo. Torej, mi smo zgubili kompas. In takrat smo to reševali, uredili to stanje. Potem smo tudi takrat
Jaz sem še vedno, marsikaj sem naredil prvič na tem kmetijskem ministrstvu, ne. Tudi prvi razpis za geotermalne, za reinjekcijske vrtine smo takrat dali. In sedaj se že delajo te reinjekcije, torej da ti vračaš vodo nazaj na mesto, kjer si jo črpal, vmes pa samo energijo pobereš. Ne? In je to bistveno bolj trajnostna rešitev in s tem se tudi bistveno lahko povečajo kvote za izkoriščanje energije, ne? Ker ti moraš vodo vračati nazaj v tisto območje. Kdo pa pobira koncesijo za to? Republika Slovenija. Ja. Torej tam, če odpravimo vse te bedarije, pa jih je še vedno veliko, ne, teh omejitev birokratskih, ne, pa če malo pogledamo samo čez mejo, kaj delajo tisti kmetje, ki to vodo izkoriščajo veliko bolje kot mi, ne, na večjih površinah, potem bomo verjetno tudi za Slovenijo najdli nekatere rešitve. Lahko še malce o stroških vsega tega spregovorimo. Koliko so ocenjeni te projekti, kako dragi so, oziroma in kolikšna je doba vračanja, kdaj se povrnejo? Nekaj izračunov imam, ampak me zanima takole res od človeka, ki je bil zelo upleten v to zgodbo. No, zdaj ravno pri teh novih investicijah nisem nikoli upleten, ampak vendarle govorimo o visokotehnoloških rastlinjakih, kjer je investicija takoj milijonska in 10 milijonska in tako naprej. In tukaj vem, da se tudi sedaj pogovarjamo o teh omejitvah skupne kmetijske politike, kjer naj bi bil v primarnem sektorju omejitev 1 milijon sredstev pridobljenih iz SKP-ja in to za takšen visokotehnološki rastlinjak v bistvu ne pomeni nič. Ne. To so, ponavljam, 15-20 milijonske in tako naprej naložbe. Ker pa vendarle govorimo o visokotehnološkem obratu, je tudi obrat pridelave solate izjemno hiter. Ne. Ja, tam je solata zrela verjetno za prodajo kot pri piščancih. Celo leto in vsakih nekaj tednov ti prodajaš. Ti ves čas prodajaš in vrtiš. Ne. Tako da, ja, velik vložek, a hkrati tudi velik ali pa hiter obrat kapitala se pričakuje v takšnih objektih. Ne. Dejstvo pa je, takem rastlinjaku mora biti tehnologija 101%. Tukaj ni prostora, tudi na tej sliki, kot vidimo, ni prostora za napake. Kajti, če se tukaj zgodi v enem delu rastlinjaka neko bolezensko stanje, karkoli se v trenutku prenese zaradi hidroponike, zaradi drugačnega načina gnojenja, zalivanja in tako naprej, kot na njivah pa na vrtovih se to prenese po celem rastlinjaku. Torej, tukaj ni prostora za napake. Ampak Nizozemci so naredili ravno s to tehnologijo, ne, največji evropski uspeh. Drži. Pustiva Španijo, ki je malce drugačna zgodba, ampak ta moderna kmetijska zgodba Nizozemske in so postali eden med glavnih izvoznikov, pa vemo, da Nizozemska ni ena izmed večjih evropskih držav. Ne. Res, da je ravna, ima tudi blizu morje, veliko vetra, ima tudi to svoje prednosti, ampak vseeno, če pogledava Mi kot mladi študenti agronomije smo imeli Nizozemsko in inštitut tam na Nizozemskem skoraj da za meko agronomije. Ne. In tudi, ko smo šli mladi študenti pogledati Nizozemsko, odprte oči. Absolutno. To je bil nov svet, to je bilo drugačen pogled na pridelavo in tako naprej. Tam in se tudi dela razvoj pridelave zelenjave, mislim, da kar v svetovnem merilu na klasičnih inštitutih in univerzah na Nizozemskem in to je res, to je poezija gledati. Sam sem imel priložnost hoditi tudi po Nizozemskem, potem v svoji prvi službi po seminarnah, kjer smo prodajali semena v Sloveniji in njihove seminarne in sem bil res lahko velikokrat tam, pa na poskusnih, na dnevih odprtih vrat, pa tako naprej, ko so prikazovali svoje poskuse. To je bila res poezija. Ne? To je bil nov svet, drug svet, ki ga mi v Sloveniji danes komaj spoznavamo, je bilo to pred 30 leti tam že kar vzpostavljeno. Prišinilo me je ravno kar. Kaj pa vlaganje v kmetijstvo v smislu delnic, v smislu nastopa na borzi, glede takšnih projektov? Seveda, če bi se v paketu vse skupaj zapeljalo, kakor recimo v nekem idealnem okolju, malce sem ciničen zdaj, ne? Ja, veste, ampak vseeno. Vsaka takšna vprašanja so vedno na mesto, ne? Ker če vemo, kako so se nekateri projekti takšni financirali v preteklosti preko tako imenovanega tveganega kapitala ali poslovnih angelov, ne? Z izjemno visokimi obrestmi, ker je bo pač tvegana naložba. Banke so bile odmaknjene stran. Ne? Poznam primer, ko so postavljali eni fantje tam in še danes živi ta projekt, ne, prve rastlinjake, ne,
ko niso imeli nobenega premoženja, ne, svinčnik pa list. In so šli na banko in seveda so dobili ne. In potem so iskali poslovne partnerje, tako imenovane poslovne angele, ki posojajo tvegan kapital, ne, torej kapital, riziko, ki posojajo kapital tveganim naložbam, seveda na lasten riziko z visokimi obrestmi. Ne. In ker seveda nekje zgubijo, nekje pridobijo in ravno te obresti so potem le tiste visoke, ne, ki so nekako pri teh poslovnih angelih to omogočili, da so lahko to delali. Torej, da, vse ideje so lahko na mestu in marsikatera ideja lahko zaživi in tudi preživi. Ponavljam, poznamo primer star 30 let, ki še danes živi, ki so začeli s tveganim kapitalom, s tem tveganimi posojili, ne tvegani kapital, tvegana posojila in še danes projekti tam delajo, še vedno živijo in se ukvarjajo z birokratskimi bremeni, segrevajo vodo, ki so jo mogli prej ohladiti, pa tako naprej. Skratka, to je to. Ampak vendarle mi dovolite samo še eno misel. Tako na svetovnem kot na slovenskem merilu še vedno ne bo šlo brez pridelave hrane v klasični zemlji. Ne. Torej, osnova, podlaga ali pa največji delež hrane bomo še vedno pridelali v tleh. Ne. Zato, ker so te prvič že omenjena pridelovalna območja, ki jih imamo v Sloveniji, ne, težka pridelovalna območja, tam niti rastlinjaka ne moš postaviti malo večjega, daleč od tega, da bi imel tam toplo vodo na razpolago, da bi imel ravnino in tako naprej. Ko sem hodil, ne vem, po terenu, vas Idrijske ravnice, ne, tam so lepo uspešne kmetije, večgeneracijske kmetije. Edina ravnina je tam, kjer je hiša pa hlev. Vse ostalo je breg na 950 metrih nad morjem. Ne, in tam drugega kot to, kar delajo, skoraj da ni mogoče narediti. Torej, treba samo znotraj tega na teh danosti, ki jih imamo, treba poiskati poslovni model, tudi preko dopolnilnih dejavnosti, tudi preko dodajanja vrednosti mleku, mesu, osnovnemu produktu, torej, in samo na ta način potem res lahko preživijo. In kot sem že dejal, imamo res, res lepe primere, da se tudi v Sloveniji, da pa ne rabiš imeti ravno 1000 hektarov, daleč od tega, na 70-80 hektarskih kmetijah, na bregu, na 950 metrih nad morjem, imajo postavljen zelo lep poslovni model, ki funkcionira, večgeneracijska družina, to je poezija tistega kmetijstva, ki si ga želimo. Drugo je pa seveda ta visokotehnološki, za nekatere nišne, specialne zadeve, tudi mimo tega ne moramo iti in nekako v tej kombinaciji bo zagotovo naše slovensko evropsko kmetijstvo raslo tudi naprej. Tukaj sem si pripravil še počasi, zaključujeva tole, lahko bi z vami govoril, verjamem, še ure in ure, ampak takole, če govoriva še znova o slovenskem kmetu in kmetijah, pa tudi o prodaji, končni fazi teh svežih izdelkov, ne, združevanje, bom rekel, vem, da obstajajo kmetijske zadruge, ampak v smislu nekih mini mestnih tržnic oziroma krajev, kjer bi nekako lahko stopili malce v obrob tem veletrgovcem z združevanjem svojih produktov. S tem bi imeli morda cenejšo najemnino, krajše dobavne poti, s tem manj stroškov, tudi kontrola bi bila in jedli bi slovensko. Ja. Vemo, v Švici je veliko te zgodbe, tudi Migros, njihov največji koncern, ki nekako bi lahko, niti ne more spominjati na Mercator, kajti to je zdaj že druga zgodba, ampak gre za Genossenschaft, gre za združevanje, seveda vsega tega, kar ohranja potem to švicarsko pri njih, pri nas bi pa to lahko bilo slovensko. Veste, imamo vredno več priložnosti, kaj bi lahko počeli, da bi skrajšali pot od njive do končnega potrošnika. Eno je to, kar tudi vi omenjate, torej jasno lokalne tržnice. Moram reči, da sem vesel, ker preko tako imenovanih LAS-ov, lokalnih akcijskih skupin in lider projektov, se po vsej Sloveniji razvijajo te lokalne tržnice, se opremijo prostori, postavijo stojnice, ne nazadnje tudi v moji podeželski občini imamo zdaj vsako soboto tržnico, ker je vse več priseljenih, vse več tistih, ki nimajo doma vrta in moram reči, da kar živi. In vožnja je vedno dražja, ne? In tako teš pa, marsikdo priteče zjutraj, po kruh pa jogurt in gre domov, pa imajo zajtrk, ne? Bolj svežga ne moreš imeti, ne?
bolj svežega ne moreš imeti, kot v tem primeru. Ne. Pa zdaj, ko se bo začela zelenjava in tako naprej in nabiraš tam tisto, kar rabiš za nedeljsko kosilo, bolj svežega ne moreš imeti. Vendar pa je dejstvo, da so takšne prodajne poti količinsko vedno omejene. Ne. Mi še vedno rabimo klasične trgovske verige, ne, in klasične celotno verigo od kmeta, zadruge, živilsko-predelovalnega sektorja do trgovskih verig. Imamo pa na nivoju trgovskih verig eno zamujeno priložnost, zagotovo. Ne. Radi pogledamo preko meje, ne, v Italiji in še kje imajo izjemno razvite potrošniške zadruge, ne, kjer so potrošniki, ne kmetje, potrošniki, lastniki, ustanovitelji te zadruge. Ne, in sam sem imel priložnost govoriti s predsednico konzorcija potrošniških zadrug v Italiji, tega združenja, ne, po celi Italiji. Imajo izjemen tržni delež, preko 20% prodajo preko potrošniških zadrug, hrane in prehranskih izdelkov in tudi seveda vsega ostalega, kar pač potrošniki rabimo. Ne. In tam imajo na vsake 4 leta volitve predsednika. To so volitve primerljive z volitvami v Državni zbor Republike Slovenije. 2 milijona članov je. 2 milijona voli vsake 4 leta svojega predsednika, svoje predstavnike v tem potrošniškem farajnu. Kaj to v praksi pomeni za potrošnika? Tako, ja. Za potrošnika to pomeni, da so potrošniki tisti, ki diktirajo tempo, kaj se bo v teh trgovinah prodajalo. Tudi cenovna politika, ta potrošniška zadruga ima za svoje člane, ki imajo neke posebne kartice, ne, tudi nekatere cenejše prehranske izdelke, imajo v potrošniških zadrugah, ker tam je to res razvit sistem, ni samo pri hrani, pa so tudi pri nabavi elektrike, pri telekomunikacijskih storitvah in tako naprej. In torej član potrošniške zadruge ima lahko cenejšo elektriko, cenejšo telekomunikacijo, internet, telefon, karkoli. Skratka, vse se spravlja lahko v tak paket in tista letna članarina se ti bogato obrestuje preko celega leta, če izkoriščaš vse te poslovne modele, ki jih te potrošniške zadruge imajo. Torej, tam se je vzpostavil sistem, ko potrošniki diktirajo, katero hrano želijo imeti in pretežno imajo hrano seveda lokalnega porekla, torej italijansko, na svojih policah in to je tista pot, ki bi morda enkrat tudi v Sloveniji lahko zaživela. Seveda je pa to tam nastalo, na plečah zamejskih Slovenk, žena, ne, na tem tržaškem delu, ker po drugi svetovni vojni, pa te cone A, B in tako naprej, so v enem delu Italije, na tem tržaškem delu, kjer je zdaj slovenska manjšina, ne, to je bil pozabljen del. In tam te kmečke žene, torej ne samo kmečke, torej te žene, te gospodinje, niso imele več v roke vzeti, da so lahko karkoli delali na domačih domovih in zato so se začele povezovati in na tem, lahko rečem, zamejskem delu, slovenskem zamejskem delu je nastala prva potrošniška zadruga takoj po drugi svetovni vojni. Torej, to ima izjemno zgodovino. No in potem se je to širilo potem vse tja, čisto do juga Italije. Torej, tam sistem ta živi. Morda čas za oživljanje tega, ne? Ja, sam spet rabimo čas, mi pa rabimo hitre rešitve. Na mladih svet stoji, pravijo. Tako je. Torej, idej ne manjka, ampak spet smo verjetno pri zakonodaji, pri birokraciji, pri pisarnah, pri ljudeh, ki dejansko, bom kar direkten, ne, niti ne grejo na nivo. Ne. Ja, sam vedno rečem, ne, brez zamere. Ta drži. Mi moramo, kaj je naloga politike tudi v Sloveniji ali pa v Evropi, kjerkoli, ne. Naloga politike je, da ustvarja pogoje, zato da se lahko posamezna gospodarska panoga, v tem primeru govorimo o kmetijstvu, razvija. Ne, in drugo pomembno dejstvo je, ne, tudi sam, sem bil tudi kmetijski minister, doma s kmetije in tako naprej. Ni pomembno, da je kmetijski minister ravno kmetijski svetovalec, ki pozna vse tehnološke ukrepe. Kmetijski minister mora biti tisti, ali pa naj bi bil takšen, da spoštuje sogovornike, upošteva mnenja, stroko, tiste, ki živijo ta sektor in skupaj z njimi potem oblikuje politiko, ki omogoča nadaljnji razvoj. Torej, ne da mi čez noč sprejmemo neko zakonodajo, ki ni usklajena z nikomur, razen verjetno z enim majhnim tipom nevladnih organizacij. V mislih imam seveda, vedno povem primer Zakon o zaščiti živali, ta se je sprejel po sistemu valjarja, brez
če bi vprašali ministrstvo, bi rekli, saj smo komunicirali z deležniki, pa drži. Ampak ne še nam pomaga, da mi nekaj poskušamo pojasnjevati, smo pa totalno neslišani. Stroka je bila preslišana, deležniki smo bili preslišani. Tista ideja, ki je bila napisana v osnutek, kljub vsem pritiskom, usklajevanjem, je še na koncu zakon po sistemu valjarja. In to pa ni prav. In s tem pa mi ogrožamo, s takim pristopom pa mi res ogrožamo naše družinske kmetije, kajti mi vemo, da na kmetijstvo je, če smo že prej govorili o tankerjih, bom še tukaj uporabil to prispodobo, kmetijstvo je kot tanker. Ko tanker pluje po morju, ima jasno smer. In če že spreminja smer, jo zelo počasi, pa mora imeti zelo dobre razloge, da gre v neko spremembo politike, smeri. Enako je kmetijska politika. Bi morala imeti jasno smer. Mladi prevzemniki rabijo predvidljivo za naslednjih 30 let. Mi moramo vedeti, ali lahko danes postavimo hlev s stalnimi rešetkami za gnojevko, ali bo to čez 3 leta, ko se bo nekdo spomnil, prepovedan objekt. In potem to lažje, saj bomo dali 80% denarja za prestrukturiranje, če bo povpraševanje večje, pa delež sofinanciranja manjši. Ja, ne moreš tako peljati politike. Ker ti mi, ko gradimo, zakaj sem omenil ta zakon? Lani se je spremenil zakon o zaščiti živali, pa da ne bo pomote. Tudi na zbornici smo za ukinitev kletk in za brezbolečinsko kastracijo pujsov, to je bila taka najbolj pereča tema tega zakona. Ne? Ni dileme. Ampak ne na način, da uničeš kmetijo. Tukaj pa imamo zadrego. In s takšnim 3-letnim prehodnim obdobjem mi resno spravimo težavo naše družinske kmetije. Naše kmečke družine, če hočete. Ne? Zakaj? Zato, ker ko se o zakonu še ne niti govorili, imamo primer kmetije na Gorenjskem, ko je začela z investicijo v hlev za obogatene kletke za kokošje nesnice. Obogatene kletke. Ne, klasičnice so prepovedane že dolgo časa, tudi v celotni Evropi. In ko je ta kmet uhlevljal prvič, ker investicija, oprema, čakaš, montaže in tako naprej, prvič uhlevljal te kokošje nesnice v hlev, je bil sprejet zakon o zaščiti živali. In kaj bo imel ta kmet čez 2 leti in pol na domači kmetiji, ker je že toliko časa minilo od sprejetja zakona, prvič kredit in drugič prepovedan objekt. Kaj bo ta kmet naredil? Ne ve nihče od nas. In zato smo mi ministrstvo rotili, v redu je, gremo proti koncu kletk, ni problem. Imamo 2 modela, ali bistveno podaljšamo prehodno obdobje, Evropa je to v preteklosti že naredila in je šla enkrat na 12-letno prehodno obdobje, ne pa 3, ali pa imamo po drugem modelu, ko je recimo francoski model, ko so dejali nove investicije, morajo biti brez kletk, stare pa pustimo do konca amortizacijske dobe. Da kmet dobi povrnjena sredstva investicije. Sicer ima resne težave. Ne? In to odvrača, ne samo mlade, vse od kmetijstva. Nam se je celo zgodilo v zadnjih 2 letih, da celo na nekaterih investicijskih razpisih ni bilo dovolj vlog. Kar je bilo res presenečenje, tam leta 2023 je bilo res presenečenje. Ravno ta riziko, ne? Ja. Seveda, kajti na investicijske razpise je bila, in je tudi zdaj v tem trenutku, izjemen naval, torej to se je obrnil trend, ne? Ampak je izjemen, vedno je bil izjemen naval. Je bilo pa obdobje, ko so ostala sredstva neporabljena. Kar pomeni, da se je nekaj zgodilo v nekem splošnem okolju in ni bilo več motivacije, ambicije, pa strah, kaj bo, če se bo nekdo spomnil nekaj prepovedati v naši državi. Tako se kmetijska politika ne dela. Torej, kmetijska politika je vedno mečeš kamenčke zelo dolgo naprej, kaj bo spremenil z jasnimi argumenti, z jasno smerjo in v soglasju, s čim večjem soglasju tudi s stroko in z deležniki. 3 hitre vprašanja, pa 3 kratke odgovore. Omenjali ste Italijo, ne? Ampak Italijani svoje kmetijstvo izjemno cenijo in se zanj izjemno borijo in tudi znajo ga izjemno zaščititi. Kako je s tem pri nas? Zelo na kratko. V Bruslu, ko smo bili na protestih, je bilo največ Italijanov, to je bilo res zanimivo. Ja. Izjemno dobro organizirani so prišli tja se boriti, ne, za svoje pravice. V Sloveniji smo tudi mi, moram reči, da v lanskem letu, ko smo imeli odprto vso kmetijsko zakonodajo in tudi ne nazadnje zakonodajo, ko je hotela še vedno aktualna koalicija, ne, razrezati našo zbornico in jo v bistvu ukiniti,
Moram reči, da sem res hvaležen vsem kmečkim nevladnim organizacijam, ker smo res stopili skupaj. In smo bili skupaj močni sogovorniki. Res je, da ko smo kmetijsko zakonodajo brali, smo se morali najprej mi med sabo uskladiti. Kar nekaj ur je šlo, nekaj dni je šlo v to naše usklajevanje. Ampak, ko smo prišli na ministrstvo, smo bili enotni. In sem sam vedno dejal, sam kot minister bi si želel takšnih nevladnih organizacij, da pridajo enotni in povejo, kaj bi radi. Ne, da se na plečih ministra lomijo kopja. Z jasnimi vprašanji in cilji. Z jasnimi vprašanji, z jasnimi cilji, z rešitvami. Mi smo prihajali na ministrstvo, ko smo imeli usklajevanja z rešitvami na ministrstvo. Ne. V večini primerov preslišani, danes se tudi samega sebe sprašujemo, ali je z nami, z mano kaj narobe, ko si rečeš, ja, no, uspeli smo vsaj toliko doseči, da nismo bistveno poslabšali zakonodaje na področju kmetijstva. Nismo pa naredili nobenega napredka. In to je tista rak rana, tudi te velike, famozne zakonodaje kmetijskih se je lani odvijala, kakšne malenkosti, slovensko zastavico na slovenskih izdelkih, tukaj smo prišli čez s to pobudo, kakšnih velikih napredkov, pavšalne obdavčitve, ki bi res pomagali kmetom in tako naprej, tam smo povsod pogoreli. Ne. Res pa je, boj pa je bil vreden, zato ker vsaj bistveno, ali pa razen zakon o zaščiti živali, ta je šel ideološko čez, ni ga bilo moč ustaviti, vse ostalo pa mislim, da smo uspeli vsaj nevarnosti izločati iz zakonodaje. No. In če ne bi bili mi enotni in povezani, nam to ne bi uspelo. Protesti so se zgodili. Ja, bo kdo rekel, tik pred volitvami, daleč od tega, da bi bil to političen protest, noben si tega ni želel. Na protestih smo sodelovali organizacije, kjer so vidni člani desnice, politične levice, karkoli, torej resnično, in smo bili vsi tam. Ne. Tisti, ki smo sodelovali, smo bili pač takrat na tem protestu, te nevladne organizacije, celo več kot leta 2023. Ne. Pa kdo reče, sej, a ste kaj dosegali? Ja, zagotovo smo dosegli vsaj to, da se pri cepljenju proti modrikovosti jezika sedaj sofinancira tudi usluga cepljenja, predtem ministrstvo ni hotelo niti slišati. Zagotovo smo dosegli vsaj to, da smo se zelo resno začeli pogovarjati o masnih bilancah, o izotopih vode, o analitiki in tako naprej. Skratka, menim, še vedno trdim, da je bil tudi ta protest vreden svojega napora, ne, in tudi stroškov, sicer ni bilo prav veliko, ampak vendarle vreden tega, zato da smo kakorkoli pred volitvami, kmetijska politika ni vezana na en mandat, na enega ministra. In je prav, da se ta izhodišča poenotijo, smo jih poenotili nevladne organizacije in jih imamo na listu za tistega, ki se bo v naslednjem mandatu tudi usedel na ta stol. Seveda ne v obliki protestnih zahtev, ampak v obliki pogajalskih izhodišč na začetku. Ja, upam, da bomo uspeli najti odprti dialog, da bomo lahko na ta način tudi zaključili svoja pogajalska izhodišča. Ja, vroča tema, pa še eno vroče vprašanje takole. Rad bi razbil nek mit, ki se pojavlja velikokrat na družabnih omrežjih, ko vidijo recimo te traktorje, ki stanejo toliko kot kakšen Ferrari ali pa Lamborghini, ne, pa pravijo non-stop nekaj jamrajo, poglej ga, ne, vozi v bistvu traktor, ki stane toliko kot Cavallino Lampante, ne, torej športni, drag, pregrešen italijanski avto. Daleč od tega, ne. To je orodje. Kmetijska mehanizacija je orodje. In mi se želimo še več sodobne, varne kmetijske mehanizacije, kajti vse preveč imamo tudi nesreč na kmetijskih gospodarstvih, na kmetijah. Ravno v času prvomajskih praznikov smo verjetno izgubili 2 mlada naslednika na 2 različnih kmetijah. Smrtna žrtev, en pri delu v gozdu, en pri delu na kmetijskih, pri kmetijskih opravilih. To so izjemne tragedije. Ne? To so izjemne tragedije, izguba mladih fantov, mož, očetov, ne, na začetku svoje tudi kmetijske kariere in tako naprej. In zato bi se želeli še več sodobnih, varnih, učinkovitih traktorjev, orodij, pa vendarle je prav, da vemo, to so zgolj orodja. Traktorje vidimo, zakaj pa ne gremo pogledati v podjetja, Revoz, Krka, pa hvala Bogu, da imajo. Zato so konkurenčni. Ja. Ampak tam je en robot vreden, to kot verjetno vsi traktorji cele vasi. Tako je. Ne? Ampak to je tam vidno, to je tam nevidno, nekje dela, ne? In s tem se nihče ne obremenjuje. Ne? Mi pa rabimo
orodje, da lahko varno delamo. Prav je, da še nekaj povemo, večina teh traktorjev bo odplačevala cela generacija. Krediti in ne vem kaj še vse. Ne? Ali pa so prej šparali desetletje, da so si lahko kupili en sodoben traktor. Ne? Torej, ne glejmo na traktore kot nek prestiž, ampak glejmo na traktore kot na varno, sodobno orodje, s katerim lahko pridelujemo kvalitetno hrano. Ne nazadnje je prav, da še ta mit postavimo na to mesto. Ne? Sodobni traktorji preko GPS-ov, preko teh sodobnih tehnologij lahko bistveno zmanjšajo tudi okoljski vpliv kmetijstva na okolje. Manjša raba gnojil, manjša raba sredstev za varstvo rastlin. Zato rabiš sodoben traktor, zato rabiš sodoben stroj, če hočemo zmanjševati vplive kmetijstva na okolje pri enaki storilnosti oziroma pri enakih produktih. Se da, ampak zato rabiš točno to, kar zdaj govorimo. Sodoben, učinkovit, moderen stroj. Pa ne bo to traktor ali priključek. Brez tega ne bo šlo in na nek način bi radi imeli celotno kmetijstvo brez kakršnega koli vpliva na okolje, pa že tako, moram biti iskren, nismo onesnaževalci. Prej tisti, ki skrbimo za krajino, ne, nazadnje tudi mi, ko se peljemo v službo, onesnažujemo, ne, pa začnemo peš hoditi. Ne. Torej, na eni strani bi si želeli imeti kmetijstvo brez vplivov na okolje, po drugi strani pa zavidamo temu istemu kmetu sodoben, učinkovit traktor, ki omogoča bistveno zmanjšanje tudi nekaterih gnojil, sredstev za varstvo rastlin in tako naprej, torej, ki omogoča zmanjševanje vpliva kmetijstva na okolje. Še vaša zaključna misel, glede na res vroče dogajanje na evropskih kmetijskih tleh, je moč pričakovati, da bo stvar še bolj zavrela, kajti pritiski očitno so enormni. To je, mimo tega ne moremo. Drži. Za konec. Tako ja, drži. Pred nami je novo programsko obdobje, večletni finančni okvir, torej evropski proračun, ne, za obdobje po letu 2027 in ko se bo delala nova kmetijska politika, nova strategija, sem prepričan, da se, tako kot se je delala takrat, ko sem bil še sam minister na nivoju EU-ja, ko smo dobili bolj kot ne samo komande, navodila, kaj, kje, in da se v tem trenutku to ne bo zgodilo. Kajti kmetje tudi v Sloveniji in po Evropi smo dokazali, da tako več ne gre. Zgolj s pritiski, zgolj z omejevanjem, hkrati dopuščanjem uvoza cenene hrane iz celega sveta. Ne, s kontradiktorno in abstraktno zakonodajo. Ne, sploh rečemo brez zakonodaje, ne, ja. brez standardov. Ne, brez zakonodaje, na drugi strani tam čez lužo ali kjerkoli že imamo, ne, na ta način evropsko kmetijstvo ne more preživeti. In tudi sam se večkrat, ko smo se tudi pri lanski zakonodaji spraševali, pa pri zakonodaji, ko govorimo o varovanju kmetijskih zemljišč, ko smo hoteli kar fotovoltaiko dovoliti na kmetijskih zemljiščih in tako naprej, se večkrat samega sebe vprašam, pa Jože, če odločevalcem ni mar za kmetijska zemljišča, 100-krat, 1000-krat si že nekaj ponovil, daj nekaj, ne. Ampak se na koncu dneva vedno znova postaviš na noge, ker rečeš, vredno je. In vredno je zaradi tistih mehkih rezultatov, ki jih dosežemo. Fotovoltaike na kmetijskih zemljiščih ne bo mimogrede, ne? Torej sončnih elektrarn. Neka kombinacija s kmetijstvom, ja, tukaj je nek umestni del, ampak pustimo. Vredno se bori tudi na nivoju Evropske unije in tukaj res pričakujemo od novega ministra, ministrice, da bo znala tudi v Evropski uniji zastaviti svoj glas. Ne bo šlo drugače. Da se, iz lastne izkušnje vam povem, da se. Tudi majhna Slovenija je, ko smo se pripravljali na to programsko obdobje, uspela doseči nekatere prilagoditve za takšne države, kot je Slovenija. Obveznost prahe in tako naprej, na 10 hektarov, pustimo podrobnosti. Da se, in takrat sem tudi sam kot minister zavihal rokave skupaj z ekipo, bruselsko ekipo, ne, na veleposlaništvo, stalne predstavništvo v Bruslu. Smo šli ob polnoči, ker ta pogajanja vedno tečejo po noči, to je zelo zanimiv proces. Od ministra do ministra, od podobnih držav, kot je Slovenija, do prijateljskih ministrov, kjer se podpiraš, in smo uspeli spremeniti nekatere zadeve, ki bi nas sicer v Sloveniji zelo glava bolela. Pa smo uspeli. Torej, da se,
Če veš, po kaj si prišel v Bruselj, pa takrat nismo bili predsedujoči, smo bili samo eden od ministrov. Če veš, po kaj si prišel, če znaš hitro analizirati dokumente, ki prihajajo, ki jih dobiš o polnoči na mizo in o 5 zjutraj moraš imeti pa, predlog ali odločitev, ali sprejmeš ali ne sprejmeš, podpreš tisti predlog, ki si ga dobil ali ne. Torej, je pomembna ekipa, je pomembno hitro razmišljanje, je pomembno vedeti, po kaj si prišel v Bruselj in v Bruslju, zastaviti svoj glas, zastaviti Republiko Slovenijo, jo postaviti na pravo mesto, na pravo izhodišča. Moje ključno izhodišče je bilo, ko smo govorili o zmanjševanju antibiotikov, sredstev za varstvo rastlin, gnojil. Se vsi strinjamo, treba zmanjševati. Ampak Slovenija je danes tukaj, če se primerjamo z drugimi državami, imajo rabo bistveno večje v Evropi. Nizozemsko so prej omenila. In ravno Nizozemska je bila ena od tvorcev te agende zelenega prehoda. In sem sam vedno dejal, ni problem, daj počakamo, da nas Nizozemska ujame, potem pa skupaj zmanjšujemo. Ne moramo pa kar vsi razpoloviti, ker pol nam bo zmanjkalo orodja za klasično pridelavo. Nismo enaki, moramo upoštevati izhodiščna stanja, kjer smo posamezne države. V Evropi smo tako različni, da je to nujno potrebno. In tukaj pričakujemo, da bo minister znal prisluhniti tem idejam, pobudam in hkrati znal zastopati Republiko Slovenijo tudi na nivoju EU-ja. Je pa pred nami težko obdobje, sem prepričan, da je izjemno težko obdobje. Prvič zmanjševanje sredstev, drugič tudi evropska politika se vsakih 7 let spreminja, kar ni v redu. Ni v redu. Tudi zdaj pričakujemo nov boj za evropska sredstva skupaj s kohezijo v Sloveniji in vseh državah. Če smo se prej kmetje med sabo kregali za sredstva, se bomo zdaj še z župani, kar ni v redu, Torej, tudi Evropa vsakih 7 let postavlja neko novo kmetijsko politiko in to ni dobro. To ni dobro za evropsko kmetijstvo. In mi pričakujemo večjo stabilnost tudi na nivoju EU-ja. Sedaj se ravno pogajanja na nivoju EU-ja tečejo v najbolj vročem ali pa na najvišjih obratih in nov minister, ko bo začel, bo takoj padel na te obrate, bo moral takoj pasti na te obrate, zato da bo lahko res zastopal Republiko Slovenijo in tudi naše kmetijstvo. In to so pričakovanja, moramo biti iskreni. Bomo videli, kaj bo prinesla ta nova evropska žetev in pa letina. Dr. Jože Podgoršek, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, hvala za vaš čas, za obisk in za tale kar izjemno natančen analitičen pregled stanja v slovenskem kmetijstvu. Upam, da se družimo še kdaj. Tem je še veliko, tudi v gozdarstvu bi lahko odprli zelo znova vroča temo. Hvala tudi vam, ker ste bili z nami in potrpeli toliko časa. Upam, da je bilo vroče, ampak znova tudi poučno in da, kot rad rečem, domovina, zato smo tukaj z vami, da širimo obzorja. Hvala za ogled in seveda lahko nas gledate na YouTube kanalu, na Spotify in seveda tudi na ostalih družabnih omrežjih, kot sta Facebook in pa X. Tako da lepo bodite, kjerkoli že ste.